Ljudje in ljudine, poslušate 170. epizodo in 7. Halloween specialc podcasta Obot. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obsedeni z bolnimi in ostudnimi demoni, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamo. Tukaj znova brez gosta, razen kakšnega nekje globoko v nas. Današnje... Bravo, Igor, obljubili smo vam efekte in evo, Igor je tukaj danes, MC Igor. Današnja epizoda je posvečena franšizi Izganjalec hudiča. Govorili bomo seveda predvsem o kultni klasiki iz leta 1973, ki letos po moji uri šteje 50 let. The Exorcist ali v slovenščini Izganjalec hudiča, če tudi bi lahko bil mirno tudi kar eksorcist. To je kar uveljavljeno poimenovanje za takega človeka tudi pri nas, ter o novem nadaljevanju franšize, prvem delu nove trilogije, ki lahko ponekod še ujamete v kinu, The Exorcist Believer ali po slovensko Izganjalec hudiča Vernik. Je pa med nami tudi manijak, ki je za tole epizodo pogledal tudi vse druge dele franšize, ne bom kazal s prstom. Ja, že dovolj znakažem. Ja. Če omenjenih filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej vsemi kvarniki. Zato si ju ali celo jih morda najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že videli ali pa jih niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njih povedali mi, pa se udobno ulezite na posteljo, zaprite oči, dihajte počasi in se prepustite našim glasovom, da vstopijo v vas in vas napolnijo z našo demonsko prezenco. Oh, man. Mislim, da je tu Mito danes nek tujek. On je demon med normalnimi. Jaz pa horor. Veš kaj, ni Indijancev. Ja. Skratka, maestro, ena demonična. Denomično. Shut up. Kratka, The Exorcist iz 1973 in The Exorcist Believer iz 2023, to vedno preberem kot Belieber. Ja, za meni to vleče. Prav se mi zdi, morali bi imeti Justina Bieberja v tem filmu, da bi upravičili to. Tako, jaz tudi mislim, da je. Jaz tudi. Žanr je nadnaravna, katoliška, verska grozljivka, grozljivka obsedenosti z demoni oziroma hudičem, kot piše v nekem pojmovniku. Začelo se je s knjigo, in sicer The Exorcist iz 1971, ki jo je napisal William Peter Blatty. Po resničnem dogodku je povzel, in sicer eksorcizmu Rolanda Doa. Napisal je, ko ga je spodbudil film Rosemary's Baby v leta 1968. Predtem je že imel idejo za zgodbo, ki jo je pač slišal za ta primer eksorcizma, namreč slišal že kot študent. A potem nekako ni prišlo do tega, pa tudi vsi so mu govorili, njegov založnik, urednik, mu je govoril, to se ne bo prodal. Pač, ko je gledal Rosemary's Baby, si je rekel, on bi to, ampak pozornost bi prinesel na duhovni boj. Tudi v slovenščini imamo to knjigo, išla je pri založbi Modrijan v prevodu Uroša Kalčiča leta 2012. Okay. Jaz priznam, da je nisem prebral. Igor, ti mogoče? Tudi ne. Tudi ne, Mito, to ne bom niti sprašal. Ne. Lahko me vprašaš, sicer. Mito, si slučajno prebral to knjigo? Ne. Okay. Blatty je pozneje napisal še Legion, leta 1983, najboljšega leta v zgodovini vseh let, po kateri so posneli tretji del izvirne trilogije, ki ga je tudi napisal in režiral Blatty kar sam. Nastala pa je tudi literarizacija filma iz 2004, Exorcist The Beginning, ki jo je napisal Steven Pizziks. Pazuzu. Skorda, ja. Mogoče njegov pen name. Po prvi knjigi je tako nastal film The Exorcist leta 1973, ki sta mu sledili dve nadaljevanji, ki sestavljata nekako izvirno trilogijo. Exorcist 2, The Heretic iz 1977
Najboljšega leta ever. In The Exorcist 3, 1990. Temu sta sledili dve prednadaljevanji in sicer najprej prišla ven predelava naslednjega filma, ki je prišel v naslednje leto, se pravi 2004 dobimo Exorcist The Beginning, ker studio ni bil zadovoljen z filmom, ki so ga naredili. Je nalogočil predelavo, jaz sem zdaj pogledal oba in Hiter kvarnik, zelo različna filma sta, čeprav se dogaja bazično ista zgodba. Skratka, Exorcist The Beginning pride ven leta 2004 in potem pride tisti film, tako kot naj bi bil v začetku narejen in je to Dominion prequel to The Exorcist leta 2005. Skratka, dva filma sta za tiste, ki ste res se poglobite v to. In pa letos je prišel ven The Exorcist Believer 2023, torej, ki bo začetek nove trilogije in ima že napovedano nadaljevanje The Exorcist Deceiver. Believer, Deceiver. Ki bo prišel ven 2025. Ja. Pa pozabil si omeniti še 2 sezoni serije. Tako, in serija. Nisi celo pogledal? Še nisem prišel do tega. Ja. In si celo pogledal? Ne, nisem. Serije pa nisem pogledal, moram priznati. Ja, lej, ne morem vsega. Sorry, ne morem vsega. Skratka, The Exorcist Deceiver pride 2025, potem bo pa mogoče The Exorcist Receiver, pa bo neki v NFL-u. Ja. Zdaj, ko je Taylor hodi na te tekme NFL-a, po moje, se tam neko demonsko dogajanje dogaja. Ne veš, kaj tam imajo The Power of dostkrat? Swift compels you. Na NFL-u pa isto pri našem fuzbalu imajo dostkrat possession of the ball. To je tudi res, ja. Okay. Da ona bo sem naredila shake it off, pa Zuz zašel. Začeli bomo seveda z kultno klasiko Izganjalec hudiča iz leta 1973. Jaz, ki sem gledal ta film 2 dni nazaj, skoraj ne morem verjeti, da je to 50 let že tega, kar je te film narejen. Kaj se spomniš, kako je bilo, ko si ga gledal v kinu na premieri? Veš kaj, nekaj me provocira, ker smo povedali, katero je najboljše leto in to je 10 let po mojem rojstvu, pred mojim rojstvom, ne po mojem rojstvu. Ta film, tako da nisem mogel biti na premieri, razen duhovno. Režiral je William Friedkin, ki je predtem režiral, s čimer se Igor absolutno strinja, enega najboljših thrillerjev vseh časov, The French Connection. Veš kaj, Igor? Ta je boljš. Ta je boljš. Ja. Potem je naredil še To Live and Die in LA 85. Pa The Guardian 1990. Nazadnje pa smo gledali in to film, ki ga je naredil po 12 letih, je pa The Kane Mutiny Court Martial. In sicer je ta film prišel letos ven in ga noben ni videl. Ne. Pa naredil je še Sorcererjev vmes, a ne? Ja, ampak 12 let je od zadnjega filma, se pravi 2011. Ne, mislim, tam dost po Exorcistu je naredil Sorcererja, ki je, mislim, da njegov najboljši film. Ja, Plačilo za strah. To je slovensko. Sorcerer. Ja, basically je predelava francoskega filma, ki mislim, da ima nekak smiseln naslov za Plačilo za strah in gre za ljudi, ki pač morajo prepeljati nitroglicerin in je ful napeto, ker so cel cel v paniki, da bo vse skupaj razneslo. Mislim, ful je še več zgodbe, ampak... Ne, še en film je. 70-ih, ko so tudi dinamit furali. Ja, francoski. Ja. To je pa remake. A ja? Ja. I know that shit. Okay. Ja, zato je bolj Plačilo za strah, ne vem, zakaj točno je on dal Sorcerer. Se ne spomnim. Bolje res nenavaden naslov za film o dinamitu. Ja, Sorcerer. Ja. Ok. Vsak dan zvemo nekaj novega, danes 3 stvari že. Zdaj, če pogledamo, tokrat bomo pogledali Mali igralce, ker gre vendarle za kultni film. In Chris McNeil igra Ellen Burstyn, ki je dobitnica Oscarja, Tonija in 2 Emmyjev, kar se res vidi v njenem performansu. Jaz se najbolj spomnim, priznam, da iz Requiem for a Dream, ker je tista mama, ki gleda kviz. To je z 2000, drugače The Last Picture Show, pa dobila je, mislim, Oscarja za Alice Doesn't Live Here Anymore, 74. Potem je seveda ena izmed glavnih vlog, čeprav v filmu je mogoče 15 minut, vsega skupaj je Max von Sydow. Sydow, rečejo. On je eden izmed peščice igralcev, ki so igrali Jezusa in Hudiča. In tu je še zraven pač duhovnik, ki se boje z demonom.
ki stoji med Jezusom in hudičem. Ja. The middleman. Pa še človek, ki igra šah s smrtjo. Tega. Tako. Ja. Poznan je najbolj po Sedmem pečatu iz 1957, potem je naredil še 11 filmov z Ingmarjem Bergmanom, kar je dosežek že sam po sebi, ker Bergman je bil norc, med njimi Divje jagode. Potem ima za sabo Flash Gordona, seveda, Conan the Barbarian, Never Say Never Again, Dune, Minority Report, Star Wars The Force Awakens in seveda Game of Thrones. In seveda Jesus Christ Superstar. Tudi Jesus Christ Superstar. Čakaj, kje je pa bil Game of Thrones? Kaj že bil on? A Free-Eyed Raven je on, ne? The original, no? The original, Ja. proto-brand. The OG. The OG. Ja. Nihče noče biti brand. Potem je tu še Lee Jacob, ki igra lieutenanta Williama Kindermana, ki ga bomo potem srečali v tretjem filmu, ampak ne bo ga igral Lee Jacob več. Igral je v 12 Angry Men, pa v Man of the West, How the West Was Born in serija The Virginian. In pa jaz bi omenil seveda še Jacka McGowarana, ki je Burke Dennings, ki je seveda igral The Fearless Vampire Killers, or Pardon Me, But Your Teeth Are In My Neck, oziroma Ples vampirja iz 1967. Pa tale Linda Blair je pa seveda Regan McNeil in jo srečamo tudi v novem filmu. Drugače srečamo tudi v drugem, se pravi v nadaljevanju, v dvojki in zdaj v tem novem, seveda na novem pride na koncu, pozdraviti mamo. Ja, za njo je, jaz nisem videl nikjer drugje razen tle, ampak za njo je tale Ken Mode, kritik za, bivši kritik za, kako že, Observer, za njo rekel, da je v bistvu ona igrala non-stop in kao, da je znana po tem, da je one of the hardest working actors in Hollywood. Ja, ful je naredila teh nekih hororjev, takih B-produkcij, ful exploitation filmov, tudi Venom je je tako, igra je kot en seks simbol, zaradi tega filma sem že pozabil, ker ga. Tako da je kar, da je precej igra, ampak tudi jaz moram priznati, da. Jaz se nikjer drugje. Da jo jaz poznam bolj ali manj samo tle. Je pa to ona pač kao ena izmed prvih Scream Queens, se pravi, ki je vseh teh igrala v vseh teh filmih. Ona pa Jamie Lee Curtis. Tako, in fun fact, mama Jamie Lee Curtis ni pustila, da bi ona prišla na audicijo za te film. Je mama, mama je tudi igralka, ne, Jamie Lee Curtis. Tako, Lejeva je rekla, da to pa mogoče preveč, ta film, ko je videla scenarij masturbiranja, medtem ko je recimo Linda Blair se zelo hihitala, ko je slišala, da bo mogla masturbirati nekaj, ampak so za večino teh najbolj takih eksplicitnih prizorov so seveda uporabljali dvojnico, ker je ona bila takrat še zelo, zelo mlada. Ja. Če je rojena leta 59, je bila 14. Torej 14 let recimo, stara. Ja. Kar malo je za en tak zelo ekspliciten film. In zdaj, dobro, dajmo se lotiti kar najprej seveda tega kultnega originala. Mogoče preden gremo k temu, zakaj je to kulten film, dajmo povedati mogoče, a se vidno spomnite, da ste prvič gledala Izganjalca hudiča in kakšen efekt je imel na vaju? Kako mi nozna to zdaj rekel. Ne, jaz priznam, da se ne spomnim, kde sem ga prvič gledal. Mislim, da ziher vsaj 8. razred ali pa prvi letnik, torej srednje šole, torej 94, 95, mogoče 96, to nekje. Če pa je bil kakšen efekt, sem ga pa globoko potlačil. Globoko. Jaz tudi ne morem reči, da se spomnim. Sem eno obdobje, ko sem gledal dosti horror filmov, tam od 15. do 40. Ampak kratko obdobje. Bil je tam nekje, po mojem srednji šoli, da sem ga gledal, pa ko sem gledal en kup filmov na podobno temo in ko gledaš ful, tale ne izstopa toliko, ker ima ful manj dejanskega izganjanja. In mislim, da sem ga šele cenil kasneje, ko sem ga gledal, na zadnje mislim, da sem ga gledal pred enim letom in v bistvu šele takrat dojel vse, kar želi povedati. No. Aha, ok. Ja, ker jaz recimo se pa zelo dobro spomnim, zdaj ne bom rekel, da je to ravno prvič, ko sem ga gledal, ampak jaz sem ga gledal
nekje že v osnovni šoli, bil je na televiziji, pa ne vem, če ni bil to ena ta retrospektiva grozljivka, karkoli Sova, karkoli so pač imeli takrat na TV Slovenija. In se spomnim, da mi je kar pognal straha po celem telesu, ali kako v dušo mojo. In da mi je bil res se mi je zdel tako eden najbolj grozljivih filmov, ki sem jih do tistega trenutka videl. Bom pozneje tudi seveda bolj elaboriral, zakaj se mi zdi tako grozljiv. Lahko zdaj, mislim. Ja, no, mislim, hočem reči samo to, da meni je všeč pač ta film, zato ker se začne bolj kot drama. Ker v resnici ti imaš lik, ki skoraj nobeden do konca ne verjame čisto 100%, da gre za demone, ampak vsi nekako hočejo se tega racionalno lotiti. In šele, ko se res začne ta obred izganjanja, ko pride oče Merrin, do takrat naprej, ok, nehimo se hecati, to je hudič, demon, karkoli pač je, dajmo ga izgnati ven. Do takrat pa je vse te, ki ona gre čez vse te teste, pa njeni nenadni zbruhi besa, jeze, pač vulgarnosti, ne, ki jih meče, ki jih grejo iz nje, so tako, res je to film, ki počasi gradi in zelo realistično gradi neko grozo, nek občutek napetosti, in potem, ko se začne vse to dogajati, od tistega vrtenja glave do marsičesa, te v resnici res že film drži na robu sedeža. In to je meni všeč in to je nekaj, kar je res tako mojstrsko dosegel, kar so dosegli v tem filmu. Sem pa zdaj, ko sem gledal režiserjevo verzijo, moram priznati, da se mi je zdela še boljša. Aha. Vem, da so neke minimalne spremembe, šel sem brat, ampak recimo se mi je zdela še boljša. No, in smo zdaj že, se pravi, pri drugem vprašanju, zakaj je torej Izganjalec hudiča kulten. Ne? Imamo ogromno grozljivk, tudi do leta, se pravi 73 je veliko grozljivk že zunaj, ne? V resnici je grozljivka kar tako v filmski zgodovini, tudi do tega trenutka eden najbolj plodnih žanrov, jih imamo skratka jih veliko. Zdaj ne vem, koliko je filmov že v Izganjanju hudiča, ampak domnevam, da jih ni malo, ne? Da vseeno nekaj je. Zakaj je to tako poseben film? In se pravi, zdaj ste ga oba pogledali še enkrat? Ja, kratkem. A vam še vedno zdrži? Se pravi, to je, mislim, da tisto najbolj ultimativno. A je to res samo kulten film v smislu, da ga gledamo kot zgodovinsko zanimivega za žanr, ali je to vseeno film, ki še danes drži vodo? Jaz vsekakor mislim, da je zelo sodoben še vedno, da v bistvu po vseh teh 50 letih, da zmore prenesti težo te osnovne teme, ki jo skuša postaviti tega osnovnega vprašanja v sodobnost. Meni je to vprašanje krize inštitucij pa okolice in kriza ne vere, kot pa pač ta neka tesnoba, osebna tesnoba, ki potem v brezupu išče kakršnekoli odgovore, ki pač pridejo, ki bojo odgovorili na njeno stisko, predvsem stisko matere. Meni je Reagan tu v bistvu simbol tega brezupa. Ta posesivnost sama je zelo meni je zelo na postranski tir porinjena. Tudi vprašanje vere Boga je zato dejanski hudiča, Bog obstaja, to v bistvu film sploh ne začne, hudič je tam ali kakorkoli ta demon. Medtem ko vprašanje Boga niti ni nikoli potegnjeno vnaprej. Zgolj, vse, kar ta film skuša spostaviti, je, kako je okolica, kako so institucije, kako je znanost, kako so bližnji prisotni ali pa tisti ne toliko prisotni, neodzivni. Kako se v bistvu ne znajo odzvati ali pa jih ni niti blizu, nimajo odgovorov, nimajo nič. In na koncu se pač mati, ta igralka, zateče v pač to skrajno obliko, ki pač prinese rezultate. In film je tudi posnet na ta način, da te nagovarja na ta način. V bistvu tako oče Karas, kot mati in Reagan so posneti vedno v nekih oddaljenih kadrih z telefotografskimi lečami. Ta razdalja je vedno zelo prisotna noter, tudi ko se po hiši premikajo, so v bistvu liki zelo majhni, so med njimi jasne premice. V bistvu že na fotografski način je to jasno vzpostavljena razdalja, osamljenost, izoliranost, tesnoba in tako naprej. Tako da zaradi tega se mi zdi, da v bistvu film zelo dobro zdrži, ker ni to nekaj, kar je časovno zamejeno čustvo, ampak je obče čustvo.
Ne, ko ti ne zmoreš, ne vem, najti odgovorov, se počutiš osamljenega, če ti inštitucije ne znajo pomagati, če ti v bistvu znanost ne zmore pomagati, v bistvu potem samo še preostane tale ali up ali pa brez up, kakorkoli se odzoveš. In zaradi tega mislim, da je v bistvu ta film dober. Zaradi tega mislim, da je dobil toliko nominacij za Oscarja, ne, kar je redko nasploh za horor. In zaradi tega tudi mislim, da niti ni pure horor, izuma je sicer podžanr, ne, ta posesivni horor, kakorkoli rekel, ampak če smo čisto tehnični, ne, je tega za 20 minut minutaže, ne, tega hororja. Film je pa vse ta direktor zvržen je 2 uri 20. Torej v bistvu 2 uri se v bistvu ti obadaš s to tesnobo, s to razdaljo, s temi liki, ki se skušajo znajti v tem svetu. Tako zato. Ja, sem ti hotel dodati. Super si to povedal. Ja, ta nezmožnost nekih nemoč institucij je tle zelo jasna. Ne? Tudi nemoč Vatikana, ne? Ki tudi Vatikan najprej pošle Karasa. Zakaj? Zato, ker je on tudi psiholog. Ker tudi oni mislijo, zdaj pa pač nočemo biti neka zaostala institucija, ne? Dajmo mi poslati pač tega človeka, ki se spozna na to, bo on najprej preveril, a je s punco ima kakšne mentalne težave, karkoli pač ne. In on ves čas išče pač neko znanstveno razlago. Sicer to v filmu ni tako, to je v knjigi še bolj poudarjeno, da se ves čas išče in da ves čas tudi oče Karas ves čas tudi govori, to bi lahko bil ta sindrom, ono bi lahko bilo ono, ne. Tega to v filmu mogoče niti ni toliko, ampak najbolj se mi zdi pa perfidno, ker v bistvu kdo njej predlaga eksorcizem? Zdravniki, tisti zdravniški koncili, on iz nekega heca ali ne vem kaj, ampak tudi iz nemoči lastne, ne vejo, kaj bi, pa pač pejte, pač k duhovniku pa eksorcizem. A ste verni, a je ona mogoče verna. Ja. To pač, zato se mi zdi, da v bistvu film zelo jasno pokaže to krizo pa bedo inštitucije, ki propada, ki ne zmore najti odgovorov. Samo je pa tukaj še ena stvar, ki je ful pomembna, ne? In sicer mati je mati samohranilka, to je enostarševska družina in ona ne najde pomoči v družbi, ki ne funkcionira zato, ker ona nima osnovne nuklearne družine, ki bi ji pomagala, niti njenih staršev, da bi bila razširjena družina in na koncu je tisto, kar ji pomaga, oziroma jima pomaga s hčerko edino religija. In je film, ki je prišel v enem tem koncu kontrakulturne dobe, izredno konzervativen v enih teh načelih. V tem, kar v bistvu ne kritizira, da je ona slaba mama, nikoli. Ona je super mama, ne? Ampak ona je ženska, ki se je odločila, da bo hkrati imela kariero in otroka brez podpore moža, brez da bi postala gospodinja. In tudi brez podpore staršev, ki pač jih pač ni v sliki, za kakorkoli. Ona se je odselila od doma. Ne? In je zanimivo, mislim, je tudi to en faktor, zakaj je bil film toliko uspešen. Hollywood je takrat imel celo tisto, mi smo full edgy, Boter je prišel ven in tak dalje. Ne? Potem pa je film, ki na nek način pravi vse, kar je bilo v 60-ih, to, kar se je dalo naprej, feminizem pa to, kaj pa če je to vse narobe, ampak brez da to rečemo direktno, da je narobe. In v končni fazi ne moramo pozabiti, da pač letošnji zmagovalec Oscarja je anomalija, zato ker vse povsod naenkrat, zato ker se je bistveno pomladila akademija. V tistem času, 74. so za ta film glasovali, da je bil nominiran za Oscarje ljudje, ki so bili stari bistveno več kot 50. In oni so po mojem videli te stvari noter. Mati samohranilka se ne obnese, religija jej in tak dalje. In mislim, da je to tudi pomemben vidik, poleg vsega, kar si ti povedal, tehnične dovršenosti, ki pač zdaj, če ti gledaš ta film z sodobnimi očesi ali kot del zgodovine, ne moreš spregledati tega, koliko je dobro posnet. Mislim, pa ne zato, ker tudi zato, ker ljudje, ki danes snemajo filme, ne znajo toliko dobro posnet, ker se ne ukvarjajo toliko s tem. Razen Fincherja, pa še eno par režiserjev. In mislim, da je v tem filmu ena zelo močna konzervativna nota,
ki pa zdaj ne smemo reči, ne moramo reči, da je slab zaradi tega ali da je dober, ne glede na pač lastno politično prepričanje, ampak da mislim, da kaže na tisti čas, v katerem je nastal. Ne? Ja, vsekakor, mislim, ni onkraj tega, malo bi se držal nazaj s to oceno, da pač, ne vem, če meni ni konzervativen, no? Vseeno postavlja veliko vlogo, te mati samohranilke postavlja veliko agendo, v bistvu ona zelo proaktivna. Absolutno. In v bistvu niti na eni točki ni obsodba tega, tako si ti rekel, ampak po drugi strani je pa tudi poraz vseh cerkvenih dejavnikov, ne, organizirane vere. Konec koncev, ali posneto ali pa napisano, je poraz. Ampak zdaj tu je pač tako, da lahko rečeš, katolicizem ni čist toliko pomembna je vera. Ne? Kar če gledaš protestantske pač te ločine, ki so v ZDA bistveno močnejše, oni itak menijo, da je Vatikan pač boring. Ne? In je pa prednost uporabe Vatikana vseh teh latinščini, ki jo lahko imaš v teh vijoličnih oblačilih in tako dalje, ki so zelo cinematične. In mislim, da je to pomemben faktor, zakaj je katolicizem zelo pogost v tem podžanru posesivnih teh obsedenosti z duhovi. Okay, pač imaš te barve pa latinščino, basically je to zelo pomembno. Se čist strinjam. Tako se mi zdi, da v bistvu film ti ne da v bistvu film, še posebej teatralna verzija, ti ne da v bistvu baš nekega uplifting filma, feelinga na koncu, ne? Ker kako se konča v bistvu, kako v bistvu dejansko zmagajo na koncu. V bistvu oče Merrick umre. Zdaj, ali ga je demon premagal, ali ga je srce izdalo, ne vemo. Ne? Friedkin mislim, da je sam želel opustiti to dvoumnost noter. Po drugi strani pa oče Carrick, ki je veliki dvomljivec, Karas, se opravičujem, ki je veliki dvomljivec v filmu, ne? On tudi pove, jaz mislim, da sem izgubil svojo vero, njega razžira krivda do tega, kako je njegova mama umrla, kako je on bil prisoten ali neprisoten. On v bistvu stori človeško žrtev, ne žrtev v smislu vere ali pa Boga ali pa Jezusovo žrtvovanje, kakorkoli. Mogoče bi lahko šel na to zadnjo varianto, ampak nič o tem meni na bistvu priča, kao, da je v bistvu tu religija ali pa tale cerkveni nauk, cerkveni eksorcizem v bistvu bil zmagovalen. Ljudje so zmagali. Ampak zaradi vere, zato ker je ponovno našel vero. Karas. Ne, jaz mislim, da ni. No, zdaj super, jaz mislim, da je Igor, seveda je tudi Igor na deloma, precej na pravi poti, ker jaz mislim, da tukaj gre za to čisto, se prečujem, freudovsko lakanovsko foro odsotnih očetov. Pač skratka, oče je, pač Reagan ima očeta, ampak ta oče je celo pozabil jo poklicati na njen rojsten dan, skratka, foto je nekje druge, out of the picture, medtem oče Karas je oče, vsem, in je pač v bistvu prevzeta ta vloga, ker oče seveda v tem lakanovski, freudovski teoriji je seveda tisti, ki ti da prepoved, Tega ti ne smeš. In ona je vulgarna, ona je bruha, ona pač vse počne, upira se materi in potem mora priti oče, da ji postavi limit. Ti ne smeš le od tega. Ta fora gotovo je, ker tudi oče Karas ne more poskrbeti za svojo mamo. Se pravi, ta primarna vloga moškega je zelo razgrajena. On ne more, če bi on svojo izobrazbo unovčil, to se mi zdi taka super fora, in ne bi sledil svoji veri, bi on lahko bil bogat zdravnik, tako mu brat reče, vsaj v režiserjevi verziji, ti bi bil zdravnik in bi služil, mi tvoja mama živela, zdaj bi bila imela, sestre, vse bi bilo poskrbljeno. Skratka, ta vloga moškega kot tistega, ki skrbi za familijo, je tukaj odzeta. Hkrati policija tava v temi, še ena avtoriteta, ki nima pojma, kva se dogaja. On ves čas hodi in propade in filme hodi gledati. Mislim, da ta fora je. Se pa krati jaz strinjam z Mitotom, da na koncu pač pokaže totalno nemoč tega. Jaz mislim, da oče Karas seveda ne zmaga z vero. On zmaga tako, da demona nekako v tej njegovi ideji, da je ta demon vse mogočen ali da lahko vse naredi, ga preslepi in ga reče, prid vame, pusti njo
in potem naredi samomor, kar je seveda največji greh Ja. v katoliški veri. Ne? In se ubije, zato ker ga ne more premagati nikakor, zveru ga ne more, lahko ga samo dobesedno fizično premaga svojo lastno smrtjo, svojo lastno žrtvijo. Ja, v bistvu tudi film sam nagovori na to, da v bistvu, temu zdaj rečem, da to žrtvovanje, on ne razreši konflikta do vere, ne? On ne razreši dvoma, lastnega dvoma, on samo se nekako preda nasilju, v bistvu ga razočara, kao, da je veliki vernik, ne, ki je zraven njega stal. Sicer šibkega telesa, ampak večje vere, kot je bil on prisoten, ki je ravno njegov kontrast odličnega fizičnega stasa, ampak šibke vere, da je v bistvu nekdo, da oče Merik umrl, ne, in v bistvu se pol žrtvuje zase, za njega, za njo. To je mogoče tisti verski element noter in razumem to branje, komot razumem, ampak mislim, da ni tle prisotno, mislim, da je bolj cinično, malo bolj dark je. Bila so 70, nisi mogel končati filma, brez da nekdo umre. Ne? Tudi če gledaš, kam je on je padel na iste stopnice kot tisti režiser, pol pa po vrhu, ko on oče, ki mu je dal odvezo, gleda na koncu filma v režiserjevi verziji, najprej na one stopnice, pa se obrne nazaj na hišo, pa zopet nazaj stopnice, pa te stopnice v bistvu kao vrže ven, ko umre. In mislim, da taki neki, kako rečem, lep bookend za to, kje je ta demon pristal. Ni pristal v peklo nazaj, pristal je na ulicah. Pristal je zopet zunaj, pristal je zopet v našem svetu. In v bistvu to Friedkin čist jasno pokaže. Skoraj da identični kader tega pogleda očeta, ki zre v ono smrt, ali zre, kam je demon pobegnil, ne veš. No. In padec patra je seveda dobeseden tudi padec. Ja. Pravi, mislim, je tudi metaforičen padec. Se pravi, on propade in pade. Ja, mislim da nekako on zgolj prekine tisto, kar sta v režiserjevi verziji rekla, mu je rekel Merik, ki je vprašal, torej oče Karas, pardon. Karas, ja, in Merin. Ja, Merin, ja, se upravičujem. Ne Merik. Ok, knočem, ja. Merijadok. Super, ja, še bolj me zjebi. Ko ga je vprašal, zakaj ona, zakaj se to sploh zgodi, ne? In, to ni nikoli pojasnjeno. Ne, Merin potem reče, da v bistvu on verjame, da v bistvu je to iznakazanje, ta posesivnost nekega telesa, obsedenost, tukaj zato, da v bistvu testira vse ostale. Da v bistvu se vera, človeškost, brezup potencira, načne pa potencira brezup in tesnoba na vseh ostalih. V bistvu on, demon, v neki logiki bi lahko takoj fental Reagan, po moje. Ja. Ampak tega ne počne. Tega on v bistvu pritiska na gumbe vseh, ki so tam. Ja, je pa še en vidik, ki ga ne gre spregledati, in sicer Reagan je najstnica. In najstnice so pač take. V resnici nič neobičajnega ne počne. Če primerjamo to s Carrie, recimo, ki je takrat nastal roman, imamo prav tako najstnico, ki pa v tistem primeru ni obsedena, oziroma njena mati je prepričana, da je ona obsedena, ampak dobi nadnaravne moči. Okay. In je za okolico še hujše. Kako smo spet končali pri menstruaciji, pri prejšnjem filmu. Zdaj bom še pa eno branje v letu not, ki pa ni nikoli eksplicitno noter dano, ampak mislim, da glede na ono niti ne masturbatorno sceno, kot pa pač zlorabo z križom, je branje, da je v bistvu to neka spolna travma, zaradi nekega spolnega napada. Zdaj v knjigi tega ni, v filmu tega ni, ampak vso obnašanje, ki je pa tam, se pa bi danes, če bi bil ta film posnet, bralo na ta način. Jaz mislim, da ja. Da v bistvu je to dekle, da je Reagan bila zlorabljena. Mogoče od očeta, mogoče od tega kretenskega režiserja Burka, ki tudi umre off camera, tako kot oče Merin in tako naprej. In ni tako zanemarljiva fora, sama za sebe. Zgolj tako podajam tukaj en kamenček še v mozaik. Ne, vsekakor. In tukaj spet imaš to, da če primerjamo z enim drugim kontroverznim filmom iz tistega časa, Last House on the Left, tam je zgodba, da ni enostarševska družina, ampak ima oba starša, deklico zlorabijo eni ljudje in potem
te ljudje imajo prometno nesrečo in jim starši pomagajo, in potem starši ugotovijo, da te ljudje, ki so nepokretni, polomljeni v njihovi kleti, so jim zlorabili hčerko. Aha, ok. In se they get medieval on them. In zelo dost je bilo to vrstnih motivov v tistem času, zgodnih 70-ih, v hororju. In mislim, da Eksorcist je po mojem najbolj izpiljen izmed vseh filmov. Zdaj pač, če še tukaj vključimo Rosemary's Baby, mislim, da je malo boljši film, mogoče, ampak tu zdaj težko bi šli, mogoče nekaj drugega tudi hoče povedati. Ne? Ampak mislim, da tele filme, da pač Eksorcist je zelo izpiljen, izdelan film, narejen zato, da bo dobil Oscarje pa vse to, medtem ko Last House on the Left, pa tudi Carrie, pa kaj še bilo en kup trasha, pa Night of the Living Dead recimo, pa Dawn kasneje, ne, tudi približno v tem času, so pa hoteli so pa načeli dosti bolj direktno načenjali ena družbena vprašanja in so namenoma bili politični, medtem ko Eksorcist je pa art film, ki je hkrati tudi političen, ampak dosti bolj dosti manj eksplicitno, dosti bolj subtilni. Ja, jaz mislim, da zmaga predvsem zaradi te vizualne ravni, pa tudi koliko časa si vzame, koliko minutaže podeli tem likom pa okolici. V bistvu mi spoznamo očeta Merina? Ne, Merina, če poznaš na začetku, ampak Karasa, spoznaš pri 20 minutah, on pa mati se spoznata pri, ne vem, 85 minuti, oče Merin pride na zadnjih 15 minut. Vse ostalo je pa zafilano z mestom, z Georgetownom, z urbano okolico, z v bistvu nekimi navadnimi življenji, z nekim dokumentom. Se tudi film sam, Friedkin je ustrajal na nekem dokumentarističnem stilu, kot ga je uporabil pri French Connectionu. Barve so v bistvu zelo naravne, zadržane, v bistvu take malo pastelne, v bistvu dokumentaristične zopet. In je glih kontra od tega, kaj bi danes se naredilo, kot se je pač tudi zgodilo v Exorcist Believer, o katerem bomo kasneje, kjer pač našopaš kontraste, ki so umetni, barve, ki so umetne, ali pa sodoben horor je v bistvu zeleno tintiran. Tlele je pa meni se zdi, to sem tudi na Letterboxdu napisal, da v bistvu tale groza je v bistvu groza gluhosti, groza tišine, okolice, groza teh inštitucij, ki imajo krizo. In potem seveda nek prostor osebnega, ki ne najde oporišča v nečem bolj trdnem, razen v najbolj skrajnih oblikah nasilja, kot je eksorcizem. Naprimer, in ta horor ni horor z velikimi tekočimi rdečimi črkami, kot ga pač poznaš iz Simpsonovih Three House of Horror ali kakorkoli, ampak je horor osebnega. In to je za to dela, meni za to dela. Ne, tu se strinjam. Jaz moram reči, da meni je tudi, kar mi je všeč pri Friedkinovem Izganjalcu hudiča, je preprosto ta urbanost te groze, ker v resnici tudi sodobni filmi in imajo vedno več težav s tem, vedno predvidevajo, da so to ljudje, ki grejo nekam na odmaknjeno. Se pravi, je hiša, v kateri straši, ampak je nekje zadaj odmaknjena od vseh. In tako. Tukaj imamo, to je pač bajta v nekem delu mesta, niti predmestje ni. To je res urbano področje, v katerem se vse skupaj dogaja. Ona ima normalno, igralka je, ampak ima job, hodi na job, pride nazaj. Ni tistega nekega izolacije, ki je zelo pogosta za grozljivko. Prav, izolirana je od svoje družine. Ona je igralka v Georgetownu, kjer snema in ona v bistvu nima teh, ona gre v LA na koncu, kjer so njeni. To je res, preseljeni tam, ampak ima tle, vseeno ima tle neke prijatelje, nek žur noter. Jaz mislim, da je podobno pač grozljiva, se mi je zdela samo še pač v Noči čarovnic, ne v Carpenterjevi originalni. Čeprav tam je suburbia, tisto je vseeno nekako ni mesto, Suburbia je neki zraven mesta, pa ni čist mesto, ampak vseeno narediti ulice grozljive. Tukaj pa recimo naredi bajto veliko bolj grozljivo kot katerakoli grozljivka z hišo strahov. Če tudi bajta sama ni grozljiva, samo ena taka prezenca, ampak tista soba, ko stopiš na noter, ker že vidiš, da je drug prostor, kako dihajo se jim pač vidi, da je mrzlo, vidi se, da je, ne vem,
smrdi, vsi vidiš, kako. Druga barva svetlobe. Druga barva svetlobe, vsi pač, ko vstopijo noter, si začnejo zatiskati nos, ker pač ima svoj von. Prav lahko vidiš, da je to nek svoj prostor, ki pa deluje znotraj enega normalnega, realističnega prostora. In to je meni super všeč. Ampak prej, ko smo bili pri zlorabah, sem hotel pač reči, da bo vseeno. Je pa malo problematično, kako je ta film nastal, oziroma kaj se je dogajalo. Friedkin je bil norc. Friedkin je grozne stvari počel igralcem, od tega, da jih je šamaril med snemanjem, do tega, da je kar neki streljal s praznimi metki v zrak, da jih je pač strašil, do tega, da je bil grozen do svojih asistentov, ki so mu mogli po kavo nekam hoditi, ne vem kam, kilometre daleč, zato ker je bila tista kavarna bližnja zaprta, on pa je hotel točno tisto kavo, ali kaj je že neki bilo. Skratka, bil je grozen človek in seveda tudi produkcijo filma je zavita v eno skrivnostnost, ker naj bi umrlo kar nekaj ljudi, čeprav jaz nisem potem zasledil nikjer, koliko ljudi naj bi, nekaj ne bi se jih poškodovalo, ene par naj bi jih umrlo, ne ena ali dva, ene par ljudi naj bi med snemanjem umrlo. Ali je to neki urbani mit, ki je nastal zaradi fame filma? Tudi na Wikipediji imaš to, da jih je nekaj umrlo in pa da so imeli ful nekih nesreč, pa da so dvakrat dlje je trajalo, skratka produkcija, kot so imeli nameravali. Je pa res, da je seveda tudi studio to zelo marketinško super izkoristil, da so pač tile, ki dajejo rejtinge filmom, ne vem kaj so, neka ta zveza, je dala rejting R, kar še vedno pomeni, da otroci gledajo. Ne. 17 ne. Aha. To je 17. Aha, ok. Se pravi, na mesto X in potem je bil seveda cel, zaslužil film, mislim, 193 milijonov, v tistem času, do zdaj že 441 milijonov, tako kot se je Mito ti rekel, to je prva grozljivka, ki je bila kadarkoli nominirana za Oscarja. Pobrala pa je za prirejen scenarij in za najboljši zvok. Ja. Ampak nominacije je bilo pa 10. Ja, nominacije je bilo pa 10. Skratka, spet gre za eno tako tudi kao art film, ampak hkrati tudi to neko famo genija, ki je Friedkin imel, čeprav je bil kreten. To je bil pač novi Hollywood, to ima Marcel v svoji knjigi Hollywood 2.0, ali kak je že. Zelo dosto o tem pa tudi Tarantino piše v svoji knjigi. Pač te ljudje so bili dost polni sami sebe, Coppola, Friedkin, Peter Bogdanović, De Palma, George Lucas. Te ljudje so pač malo drugače gledali na film, imeli so idejo, da je vsak pač režiser tisti, ki vse naredi, in imeli so ful bolj proste roke, pa dobili so relativno ok budžete za delati. Kar mislim, da po mojem najboljši izkoristil Coppola z Botrom. Ostali filmi pa mislim, Friedkin je French Connection naredil za zero budžeta, potem je pa za Exorcista, pa za Sorcerera dobil normalne budžete šele. So se zelo lovili, tudi Lucasov prvenec, prva dva filma sta bila zelo brez budžeta, pa Vojna zvezd pa je imel nekaj. In te ljudje so pač zelo kultivirali Mad Genius famo in mislim, da so se tudi malo bolj tako obnašali do svojih asistentov in do tega, ker pač je bilo to kul, pa ker dostkrat niso točno vedeli, po mojem, kaj delajo. Ja, pa mislim, da je tudi del tega. In so bili v paniki konstantni. Ker pač, če vidiš vse te fotke njih, oni so bili precej nerds, oni so tak imeli nek tak gangsta vibe, ampak recimo Spielberg, vem, da je svojo ženo Kate Capshaw, ki je igrala v njegovem filmu, nekomu drugemu rekel, če ji lahko reče, če bi šla na zmenek z njim. Tak, ja, nerds. Okay, that's cute. Spielberg je bil najbolj normalen. Drugače bi rad vseeno ob tem filmu omenil še umetnika za make-up oziroma strokovnjaka za ličila, Dicka Smitha, ki je mislim, da naredil tukaj. On je delal drugače tudi pri Botru in je tudi naredil pač izjemne stvari, vse te. To so zelo praktični, vsi ti efekti so noro praktični. Skratka, za tisto obračanje glava je narejena animatronična lutka. In on je tudi tisti, ki je postaral, se pravi, Sidova,
ker so celo nekateri misli, da on res tako zgleda, ker je prišel kot starec. Gor so že bili tako, kaj se pa je zgodilo v Maxu, v vsem tem cajtu. Ja, Bergman se ima zgodilo. Ja, ampak on ni bil tako star, kot zgleda noter, skratka, ta tip je naredil res enih izjemnih stvari in to je res ena tak, zdaj ko sem gledal še enkrat ta film, ful ima vplivnih nekih prizorov. Ne? Med drugim, recimo v direktorjevem verziji, imamo tudi Spider-Walk, se pravi pajkovo hojo, ko skratka pride Reagan po štengah dol, ampak kako bi to pojasnil? Na porokah in nogah, ampak s hrbtom obrnjena. Skratka, tako, kot bi ti šel kot opica po vseh štirih, ampak na most. Na most, hvala, Igor, na most. Pride dol in to je nekaj, kar zdaj videvamo v vseh grozljivkah, to plazenje in to po vseh, po stropu, pa po vsem. Ampak tam je to prizor, ki me je res presenetil in prestrašil po dolgem času, da me nekaj prestrašil, zato ker očitno še nikoli nisem gledal režiserjeve verzije in jaz tega prizora do pred 2 dnevoma še nikoli nisem videl in ga nisem pričakoval, ker film znam skoraj na pamet in me je to res čist what the fuck je bilo pravkar to. In ker res on sem dol priden, je tako, neki bruhne ven. Ja, kri neko plune. Ja, bruha pa skozi. Ja, on žolče vse posod. Ja, tudi Friedkin se je nekomu, ne vem že komu, enemu se je zlagal, da in v vseh vajah mu je ona bruhala po njem, po prsih, potem pa mu v resničnem snemanju, ko so pa res snemali, mu pa v obraz bruhala. Glej, mislim, Tip je bil zelo tako, kako bi rekel, kreativen. To je dost običajno, ne? Recimo v Alienu. Bruhat v obraz. Ne, ampak v Alienu Ridley ni povedal, kaj bo, da bo ven skočilo iz njega, ne? In pa so pač namenoma je tako, da bo nekaj malega se zgodilo in pa so bili oni čist freaked out in pač to je to, kar imamo posneto v Alienu. Ok, trik, da dobiš reakcijo, mogoče malo bolj pristno ali pa nekaj. Vem, da ta prizor, to sem bral potem, zakaj ga ni bilo v teatralni verziji, je, ker so se žice videli. Evo, kratko in jedrnato, ker so pa se žice videli. In so to šele kasneje so pa lahko, torej, mislim, da The Version You've Never Seen, mislim, da uraden naslov tele Director's Version, mislim, da po letu 2000, ne. To je bilo ful drago, airbrushati iz vsakega kadra posebej. Tako da to so potem naredili, zato ker so lahko malo bolj čipni. Naroče sama verzija med sabo, pa teatralno sem gledal eno primerjavo, ni tako hudih razlik. Ni. Glavno je, da se tale demonček večkrat sublimno nekje pojavi v kakšni senci. Kot ste ga zdaj imeli moč slišati. Ja, to mene niti ni. Bolj se mi zdi pomembno tista, zdravnik, ko prvič govori z mamo, pa je pač povedal na vulgarnosti, mal ti napetost še oziroma mal te pripravi na to, kaj se zgodi. Tudi več minutaže dajo tem medicinskim postopkom, kar jaz mislim, da je mogoče srž tega, dodaja srži te groze, ki sem jo prej omenil, da propad kriza inštitucije, ker na svoj način je tudi to nek body horror, ne? Ki se potem nagrajuje in dograjuje. Ne? Mislim, ona scena, ki v bistvu dajo neko sondo v žilo noter in šprica tisto po njej gor, ona pa vmes smera, je wow, to je kar contemporary, mislim, tako nasploh. Tako da kar hudo, no. Mislim, več te minutaže je noter, ne? Tako da že zaradi tega se splača. Vem pa, da se en folk buni nad to pajkovsko sceno, ki, bodimo odkriti, ni potrebna. Ne, ampak je pa dobrodošla. Ja, no? je sladkorček. Ja, pa ta končna scena, ne? To mi je zanimivo, da v bistvu doda nek ton, neko cherry on topa, ne? Da v bistvu tale oče prijatelj od Kerasa, očeta Kerasa, ki umre, on se poslovi od družine, oni dve odjadrajo v ne vem kam, LA ali kamorkoli. In to je konec filma, medtem ko v tej režiserjevi verziji se pa on obrne, pa gre nazaj proti bajti in sreča detektiva še enkrat, ki jih je pa zgrešil in polo škoda, še dobro, da je ta mala vredo, super, a bi rad šel pogledati kakšen film. Ja, ta detektiv res nima človeka, s katerim bi šel film gledati. Že pri Karasa ne govorijo. Najprej, ko sem razmišljal o tej sceni, pa to primerjavi, ko sem to videl danes, sem to pogledal, sem najprej razmišljal, ok, to pač daje nek pozitiven spin prijatelja našel, kakokoli, še prav tako reče, another one, kao, ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da doda še eno noto tegle osamljenosti, ki jih imajo te liki, ne. Tale oče je ostal sam, tudi ta detektiv je sam. Mislim, tako
samo filmi jih družijo in je mogoče res nek tak meta narativ, ampak tako zanimivo. No? No, se mi zdi, da je tako zelo lepo tudi za naš podcast. Mi smo tudi vsi osamljeni in sami. Še neko se dobimo skupaj in posnamemo epizodo. Zato pa smo jih že 170. Jaz imam eno vprašanje za vaju in sicer tale film je pač postavil temelje tega, kako naj possession filmi izgledajo. In kot si mi tudi izpostavil, 20 minut imaš possessione, 2 uri imaš nepossessione. Zakaj tega noben drug film ni upošteval? Vsi ostali filmi imajo 50% possessione. Jaz mislim, da ga, kako sem že rekel, da so film gledali, niso ga pa videli. Jaz se bojim, da še posebej zdaj, ker sem pogledal še vse ostale, res se vidi, kako tudi recimo 2 pa 3 še ima na neki drame pa stopnjevanja, ko pa prideta una 2 prequela, je pa tako samo še posebej prvi je tako, demo horror moment na vsakih, 6 minut. Bog ne daj, mora biti neki. Kobilce, demo uno. In je tako našopan. In jaz mislim, da tudi sodobna publika je pač postala za temi strahoskoki. To povezuje zdaj kot sodobni horror. In jaz mislim, da zdaj to sem pa hotel prej reči, mi govorimo o kao vzvišenje grozljivkih, elevated horror. Vzdignjeni. Zadeti. Dvigajoči se grozljivki. Mislim, to je definitivno to. To je že, to ima družbene. Vse, kar smo danes govorili, je točno to, kar mora dober film imeti. Ne glede na to, a je grozljivka, a je drama, karkoli, ti moraš imeti 5-6 interpretacij in vsaka je v resnici tako zelo plausible, vsaka je verjetna. Ne? Jaz mislim, da so prej zapadli imitatorji ali kakorkoli v cenene interpretacije tega, ali pa namenoma šli onkraj subtilnejših branj v tisto bolj direktno slasher, body horror logiko, ki se pa res zgodi zgolj zadnjih 20 minut. Imel si v bistvu turški remake Satan ali Shaitan ali kakorkoli. Ti si gledal turški samo ene par, ampak je v bistvu skoraj 1:1 varianta in pač Turki so v 70-ih, 80-ih imeli pač neke brezvezne remake. Tukaj je Lord of the Rings, ne Lord of the Rings, tu imaš Star Wars noter, do par drugih slasherjev. Ampak moj point mogoče je prej to, da B-produkcija pa produkcija 80-ih, pa predvsem Reagan scare horror 80-ih se je raje ukvarjal z telesnim, grozovitim, neznanim, kakorkoli, medtem ko tale družbeno, socialno ozaveščen filmar je pa malo izginul prid blockbusterja, čigar Friedkin je kar začetnika. Veš, mislim, je mogoče blockbuster pred The Jawsa, bi se dalo celo tako ga interpretirati. Ampak kaj ne rečem, v bistvu tukaj se pač vidi, da isto se je zgodilo z Jawsi, isto se je zgodilo z Star Warsi, isto se je zgodilo z marsikaterim bolj indie filmom ali pa resnim filmom ali pa tem filmom novega Hollywooda, ki so ga potem pač parazitirali pa pervertirali za voljo dollar sign vstavi tukaj ta efekt. Kačing, rečemo to, ne? Kačing. Pa Zuzu, Demir. No, Aljoša, ko si ravno na sveže pogledal Exorcist 2 do XY, kaj se v bistvu potem zgodi v štoriji? Vama bom vse razložil. Najprej ne sem povem, da to še to bi rad zaključil s tem, da režiser je v konec, se meni zdi itak zelo ciničen in zelo meta, ker v resnici potem Reagan, ki še vedno ne vemo, a zdaj je čisto prosta hudiča ali ne, ampak jaz mislim, da ni, zato ker gre v LA. Tam so vsi obsedeni s hudičem. Prosto hudičnost. Oziroma, kot so v Californication poimenovali to Hell A. Okay. Skratka, potem imamo Exorcista 2, The Heretic, ki ga je režiral John Boorman in Rospo Pallenberg, scenarij je naredil William Goodhart. Igra noter Richard Burton, ki igra tako... In ne vem, kaj je imel v riti, ampak nekje imel ali pod kožo. To je res tako najbolj overacting,
kar sem ga kadarkoli videl. On je manijak, on hodi okrog in tako, obsedeno je hudiča, grozno je, demoni, ne vem kaj. In vsi ga gledajo in jim je normalen človek. In sem tako, jaz bi ga že zdavnaj zaprl v neko institucijo. Skratka, tale oče Lamont, ki ga Richard Burton raziskuje, kaj se je zgodilo v prvem filmu, skratka, in pride spet do Regan, ki je zdaj že mal starejša najstnica, no, ki je hodi na terapije k dr. Jean Tuskin, ki jo igra Louise Fletcher, in tudi Sharon, se pravi pomočnico ali asistentko od mame imamo, zato ker mama je spet nekje igra in je ni, zdaj še mame ni, skratka, in je ona sama s to asistentko v nekem stanovanju. Ful je film tako nenavaden, ker je futurističen mal, no? Skratka, ona ima neke te terapevtske sešne v nekem pisarni, ki nima zidov, ampak je steklo na vseh straneh in kar gleda svoje paciente, vse okrog nje. Ful nenavaden film, ona živite v neki stolpnici, ki ima tako ogromne luknje v ograji, ker ona kar stoji tam na robu stolpnice, ker jo Sanje in Dimon Pazuzu pripeljejo tja. In skratka, tale Richard Burton gre v Afriko iskat tega Pazuzuja, in ker se jima je prikazal v neki sinhronizirani hipnozi, ne sprašujte, prosim, se jima je prikazal, da je tam v Afriki nek tip, ki je preživel Pazuzuja in on gre k njemu poizvedeti, kako ga je preživel, ne zve pol kurca nič, tako da tisti del filma je čist brez veze, pride nazaj in skratka obsede ga Pazuzu vmes, nekje vmes, bog si ga vedi kje, ampak obsede tudi njega. Ja, Pazuzu, in pride nazaj in Regan odpelje v to bajto iz prvega filma, nazaj v Washington, in tam ju čaka njena dvojnica s Pazuzujem obsedena Regan, skratka še ena je tam, in on pol njo zadavi na posli, ki se trese, oziroma zadavi, potegne iz srce ven iz Kalima. Ja, Kalima. Moment, in je velik potres in hiša propade in Regan pride ven in je pač tako, wow. Pa Sharon se užge, skratka, ful stvari se zgodi v tem, pa kobilce so, kobilce, zato ker Afrika kobilce in ta Pazuzu ima nekaj s kobilcami. Pa Biblija pa to. Ja, in itak pove tam neki doktor, da dobre kobilce grejo med slabe kobilce in jih prepričajo, da se ne grupirajo. Skratka, neumno, v božjo mater, to je res najslabši od vseh filmov, potem pride trojka. Kjer je zdaj Kinderman, se pravi policist iz prvega filma, ki pa ga tokrat igra George C. Scott, in Father Dyer, se pravi najboljši prijatelj od Karasa, ki ga igra Ed Flanders, ki nima poveze s Simpsonovim Flandersom, ampak se tako, po eni strani sta buddy policaja, mislim, on je policaj, on duhovnik, in se skoro neki zezata, on bere tam neke modne cajtnge v bolnici in mu reče, a ne bi reč Biblije, ne, Biblija ima slabo modo. In take pač joke. Ja, skozi streljata to, čeprav je film gre o tem, da nekdo pobija na različne satanistične načine vse ljudi, ki so nekako povezani z prvim primerom, in on nekako odkrije, da ne bi bil kriv za to pacient X v neki bolnici, ki je oče Karas. Ki je preživel. Ni glih preživel, umrl je, ampak demon se je naselil v njega in ga potem obudil in je rabo 15 let, da mu je nevrone nazaj postavil. Hkrati pa je istočasno, ko je on umiral, je nekje drugje umiral serijski morilc The Gemini Killer, ki je narejen po Zodiaku. In se še on preselil v njega in se zdaj skratka Pazuzu in Gemini Killer, ki ga igra Brad Dourif, ful dober, noter, in zdaj obhodita okrog in pač pobijata vse te ljudi. In noter nikaj, razen da ta Brad Dourif igra ful dober, ko ga on zaslišuje, ta policaj noter v nekem tem umobolnici, ki je taka tema, ful imaš občutek, jagenčki obmoknejo, on ima ful teh monologov, res ful dober. To pa je prišlo v eno leto prej, ne? Točno eno leto prej, ko jagenčki je. In res tako ful enih dobrih monologov noter, ampak bolj manj je to, dialogi so super, vse ostalo pa tako govorijo o ful groznih umorih, vidiš nobenega trupla, nič. In pa tudi tale George Scott, oziroma Kinderman ful neki sam šimfa, pa tako se dere na ljudi, kao vsem pričam, ne, povejte mi, kaj je bilo res, ne, to je res The Gemini Killer. Skratka, tudi njega bi bilo treba zapreti. In na koncu, skratka, poskuša en duhovnik narediti izgnati hudiča, whatever, iz tega pacienta, ampak ne rata in ga ta Kinderman ustreli
In to je to. Ma pa zelo tako tudi zanimiv prizor plazenja po steni, po stropu, to, kar imamo pol full filmih. To sem pa videl. Ja, kaj je tako starka. Zgleda kar fucked Tiste, up. kar creepy, ja. Drugač pa še kar boring film. Drugač ga je naredil, pa ga je William Peter Blatty, to pa je on naredil sam, skratka, po svoji knjigi je naredil scenarij in potem še film. In potem imamo tale, skratka, Exorcist The Beginning z 2004 in Dominion prequel to The Exorcist 2005, kjer v obeh igra Stellan Skarsgård, ker gre basically za isti film, samo pač studio ni bil s prvo različico zadovoljen in je izdal svojo, ki je Exorcist The Beginning, v katerem se zgodi ama baš ništa, razen na koncu, ki pa skratka odkrijejo v Afriki neko cerkev katoliško, ki ne bi smela biti tam, ker še krščanstvo ni seglo tako daleč in pol gotovijo, da je ta cerkev samo stoji, zakopana je bila takoj, ko se je zgradil, so je zakopali, stoji pa na nekem pradavnem poganskem svetišču Pazuzu, je seveda, ne, notri v jami in tam pač on obsede eno žensko in on izganja in jo ubije in to je bolj ali manj to. Mislim, da je to, a so v tem hijene, ali so v drugem, zdaj že mešam med sabo, v obeh so neke hijene, CGI hijene, zelo za noč narejene. In pa najbolj creepy je pa, ker se ljudi dojenček že cel s črvi prepreden, pač ko po njem črvi padajo dol z njega in tako je kar horror, skratka, in potem so naredili Dominion prequel to The Exorcist, v prvem se res tako dogaja, na vsakih 10 minut imaš nekaj groznega, čeprav nima nobene povezave s štorijo in ne veš, kaj se dogaja. V drugem pa je ista skratka zgodba, pride spet Skarsgård, ampak so majhne spremembe, tam igra fadera Francisa, igra James Darcy v prvem, v drugem je en nek neznani tip. Prvega Exorcist The Beginning je naredil Rennie Harlin, ki je naredil Cliffhangera, drugače tudi. Drugega pa Paul Schrader, ki je naredil, ki je tudi scenarist Taksista med drugim. In ta je dost bolj, v tale Dominion je dost bolj v duhu prvega, skratka je full slow burn, ni toliko grozljivega in tako sem na koncu ti spopad, zgleda, da bi se on boril z nekom z unga filma Avatar, pač ne z Avatarja, The Last Airbender, pač on neki lebdi, on demon z demonem obseden, Čuču ali Čiči, ali kaj je že Čiči, se mi zdi, in on vas se spopaleta in on ga premaga in to je to. In tukaj tudi so hijene, ki pa jih pol krave pojejo. What? Ja. In tudi tle je dojenček. Edini prizor, ki je tako dobesedno se ga istega uporabili, je pa ta dojenček s črvi. In ja, seveda, kdo ga ne, tudi jaz bi tega dojenčka s črvi dal. Vsak film, ever. Skratka, če za več si pogledajte na moj Letterboxd, mislim, da mi je bil ta Dominion še najbolj, tretji Exorcist mi je bil dober, ampak samo res tako, kot igra je dober, res pa kot film, pač nič posebne. In smo pri najnovejšem Exorcistu, skratka, kako smo že rekli, Vernik. Izganjalec hudiča, Vernik. Just. Tukaj bi pa vseeno, če za prvega mogoče nismo rabili obnove zgodbe, ker pač, če tega niste gledali, ljudi božji, dobesedno ljudje božji. Ste obsedeni. Ja, ste obsedeni. Tako da Igor, mogoče bi vseeno povedal, kaj se v drugem tem zgodi. Torej. Ni pa Zuzuja, nekaj. En par gre v Haiti na nek honeymoon, whatever, ona je visoko noseča, kar v bistvu že pokaže na eno nerealističnost tega filma, ker visoko noseče ženske ne grejo na Haiti, ne grejo nekam, kjer ni možnosti hitreje dostopati do... Kaj pa ti veš o zdravstvu Haitija? To je taki evropocentričen pogled. Ne, sem to... Tudi potresno močje je, ne? Kot se bolj pokaže, Kot se bolj pokaže, ne? In ona basically umre, oziroma zdravniki... Basically umre, zdravniki rečejo, ok, mogoče lahko rešimo babija, in to naredijo. In potem... Dobro, Igor, super obnova. Te obnove so vedno bolj cinične. 13 let kasneje, give or take, on super shaja s to hčerko, rada se mata, ful v redu, ampak ona pogreša svojo mamo kot vsaka najstnica, gre v ekstremne situacije zato, da bi lahko hengala z mamo in to je, da prepriča prijateljico, da boste šli klicati duhove in lega zlomka, za razliko od vseh ostalih najstnic na svetu, nima rata in zgineta in potem 3 dni kasneje se pojavita in sta obsedeni z demoni.
najprej film še nekako uspe graditi to, staršim ne verjame, starši probajo zaupati, skrbi jih, kaj se je v bistvu zgodilo z njimi, ne upajo jih vprašati, ali so vas napadli prav zares, upajo na najboljše, potem pa pač oni dve začneta biti res kripi. Ena od njih v cerkvi, ta prijateljica. In potem basically preko slepo kličejo Ellen Burstyn pa rečejo, ok, vam se je isto zgodilo in ste napisali knjigo o tem, kako nam lahko pomagate. In ona reče, aha, to je pa Zuzu. Imam cifro svojega založnika. Knjiga z 10% popustom. Se pravi, če pokličete, urednik v meni. In če pokličete v naslednjih 10 minutah. Ni bil pa Zuzu to, kar Zuzu ni to. To glavni horor neko skužijo, da so vsi člani v svet knjige. Ups, to bomo cenzurirali. Igor. No in potem pač pol pa si film čist zruši, cel ta slow burn, ki je bil. In je neko srečanje v Vatikanu ob eni zelo taki elated glasbi. In je in potem združijo moči duhovniki različnih. Katoliški Avengerji, zberite se. Na kar potem še z drugih religij združijo moči, da bojo skupaj izvedli eksorcizem in potem se jim zalomi. In seveda oni ne morejo, in potem pride kasneje nazaj in pol se ne izide, čisto vse tako so mislili. Pa Zuzu jih malo v pasti in potem padejo tisti taverni starši na najbolj basic foro, kot je rečete, da hočete, da rešim vašo hčerko na račun one. In potem to pokaže, da so slabi ljudje in potem se umrejo. Ja, kar je res tako najbolj poceni trik hudiča ever, ampak glej. Najbolj poceni bi bilo, če bi jih prepričal, da ne obstaja. Dobro, ni ga igal Kevin Spacey, ampak ok. Hvala, misliš Al Pacino? Igor, neki pada tle, se pričujemo. Režiral je film David Gordon Green, ki je super znan po tem, da je sjajno dvignil Halloween, skratka Noč čarovnic franšizo na nov level bedastoče. Čeprav, ni prvi dober. Prvi je ok. Plus, prvi je mogoče, pogojno, zelo pogojno. In His Defense naredil je film Your Highness, v katerem James Franco igra Ultrave kadijo, pa Natalie Portman. Ja, in skratka, trilogijo Halloween Kills in Halloween Ends in vsi vemo, da ta zadnji naslov je ciničen. Napisal je tudi scenarij za ta film skupaj s Petrom Sattlerjem po zgodbi, ki so napisali Scott Teams, Danny McBride in Green. Drugače pa med igralci srečamo Leslieja Odoma Jr. Danny McBride. Ja, tudi pri Halloweenu je bil glavni scenarist. Danny McBride. Danny McBride. Aha, ok, samo da smo na jasnem. Tudi Your Highness. Ko sem ga videl v napise, pa sem mislil, a to je ta Danny McBride? To je ta. Ona dva z Davidom Gordonom Greenom sta bestiča. Ok, sorry, pardon. Leslie Odom Jr., ki ga poznamo Murder on the Orient Express, One Night in Miami, za kateri je bil tudi nominiran za Oscarja, in pa Glass Onion and Knives Out. Misteri ostali niso zdaj neki blazni igralci, razen da je spet Linda Blair noter in da je skratka tudi Ellen Burstyn, obe sta skratka noter se pojavita. Ja, zdaj vidva sta kar kritična do tega filma. Jaz sem mal manj, no meni je bil do tega Avengers Assemble momenta film čisto ok, pač je slow burn. Meni je bilo všeč to, da mislim... Lep mi je bil odnos med fotrom in hčerko. A se ti ne zdi malo premalo, da je film se ti zdel zgolj dost ok, zgolj do enega trenutka? Ne, se ne rečem, da to nisem. To takrat mi je bil še čisto ok. Zdelo se mi je, da fajn stopnjo, recimo to, da ni pojasno nikoli, kaj ste 3 dni počela, ne, je mal te neke skrivnostnosti, unih dve, ki pridete nazaj. Ko pa pridete nazaj, pa pač to... A ni pojasno, sve, da je pojasno. Takoj, ko sta oprosti, če se tu interveniram, takoj, ko sta v bolnici, ona sestra, soseda, ki jo je špila Aunt Lydia, reče kao, to je kot Jezus. 3 dni in sta bila v peklu in je to. Okay, veš, ker mi smo preneumni, da bi razumeli 3 dni. Ampak ne pokaže tega. Zadržali so se peklenščkov. Zadržali so se nazornosti. Meni je že to. Če bi pogledal svoj dost grozljivk zadnjih let, ugotoviš, da je to že super. In meni je bilo v redu. In tudi pač tale, skratka, kar sem že rekel, dobro odigrajo, vsi se mi zdi, da ni nekaj slabo.
Je pa res, da ne vem, kaj se zgodi v tistem momentu, kaj je s tisto musko. Kaj je kar neka res taka muska, tako temo zdaj heroji, tako partizanska zaigra in tam oni kar neki se zbirajo in to, sam to, da ne grejo tako v štric, tako kot v teh Avenger filmih, ko si gledajo štric v slow motionu, tam ta posnetek manjka. Reservoir Dogs. Ja. In pol skratka se dogaja ta eksorcizem, ki je pač tako predvidljiv. To bi še manjkalo, da bi ona rekla, kam, I can do this all day. Ja. In to, veš kaj, meni je tudi, ful mi je všeč uvod, to sem pisal tudi na Letterboxdu, ful mi je všeč uvod v film, ker kaže mesto. Ja. Aj Georgetown, kaj že, ne? Ne, Pont du Prince. Ta drug, tam, kjer se dogaja. To pa je Georgetown. Georgetown, ki ga kaže z uno igro, k otroci naredijo tisto. Ja. Ne vem, kaj se tistemu, kako se tistemu reče. Jaz tudi ne, ampak vem, kaj misliš. Papirja, ki naredijo to igračko, ki pač poveš številko in pol parkrat razpreš, zapreš. Vsakič, ko zapre ali razpre, ne vem katero, ali oboje, se pokaže ulica, pač mesta. Cool. To je edini originalni moment. No. In vedno bolj gremo bliže k tisti bajti, kjer ona dva živita. To se mi zdelo super in mogoče je to bil vtis, ki me je nesel naslednjo eno uro. Mislim, da ja. Wow. Pa zozo! Ja, meni je film derivativen, šalabajzerski, mislim, tam fura en šnil kurs hitrega branja originala, pol pa naredi v bistvu zelo slabo različico tega, kar bi naj eksorcist bil. No. Mislim, da so žaljivi do likov, do originala, do nasploh cele serije. No, nisem gledal vseh, tako da ne vem, koliko so žaljivi, ampak mislim, da ravno prav. Noben ne pride blizu originala. Jaz mislim, da to je čist logično. Mislim, da prva polovica filma se obada s tem, z Missing Person case, ne, je detektivka na pol, pol je v bistvu Craig Suburban staršev, pol pa kao ta Avengers Assemble različnih religij in staršev, kjer je izdaleč od, ne vem, Kepler 32b jasno, da bo v bistvu fotor prebil, jaz izberem tebe, moja najstarejša hčerka, medtem ko bo pa temnopolti tisti pravi vernik, ki pa v bistvu ni vernik in nikoli tudi tega dvoma ne pokaže. V bistvu vse je zriti potegnjeno, vse je tako butasto narejeno, jaz tudi mislim, da je igra ok, ni zdaj ne vem kaj. Odom v redu igra večino ostalih. Ja, jaz mislim, da so zelo za lase prevlečene dialogi, pa teh par strahoskokov, ki je predvidljivih, čeprav pa če nisem pravi naslov, zato ker me čisto vsak zjebe. Ampak tisto zlučjo je bilo fajn, če se pojavi v kopalnici. Tega sem jih teo reči. Tale mi je delo, zato ker je učinkovit, na simple kamera fora, medtem ko ostali so pa ni dokumentar. Nekdo je napisal na Letterboxdu, ne vem, eno od naših, ki ga sledim, no vse ne vem, da je pač dokumentarističen, niti za trenutek ni. Fake. Ja, mislim, to, kar si rekel prej, da se ti zdi, da je odnos med hčerko pa očetom v redu, ni. Basically je ful premalo časa temu posvečeno, če primerjaš z prvim filmom, to je res, je tukaj tak, malo sva si utujena, še vedno te krivim, da je mama umrla, ampak 13 let si imel, pol bi vajen odnos zdaj deterioratal čist, če bi jo ti cel cajt krivil, če bi ti pa probal na nek način spostaviti pristen odnos, bi pa si bila še bliže v glavnem. Ne, tu je en kup stvari, ki ne štima, plus družbeno ne pove nič kaj o tem. Mislim, da tudi ta reveal, da je on imel, da je povedal, rešite mojo ženo na mesto moje nerojenega otroka, kao je rešeno v 30 sekundah, kar je totalno zgrešeno, po vrhu pa vsi ti ostali liki, ki so v tem Avengers Assemble, kdo ste vi ljudje? Mislim, to je sosed, ki je tam nek voodoo prišel izganjati, pa on župnik, pa ona dva se seveda edino poznaš, ostali so kar neki. Ne, to je tisto, pač jaz mislim, da nastavki so v redu. Recimo, meni je tudi všeč, da je nek konflikt med familijama, da takoj ti vidiš, kako je med obema fotoroma, je neki zaščitniški do nje in to se pokaže že, ko jo pripelje, pa tam z avtom, pa mož zadnji trobi, on pa nekaj, mora nekaj povedati, pa se posloviti. Meni so te stvari dobro nastavljene, sem pol kar to pač pozabimo. Dejansko ta konflikt, ki je med družinama, se nič nekaj smislo, da se bo temu fotoru,
ker je mal creepy ta foter, ta beli foter. Let's not make it a race thing. Bom poskušal, ne, ampak mal je creepy ta beli foter. Mičkeno je pa creepy do svoje hčerkice, svoje zlate hčerkice, ki jo ima toliko zelo rad, mal preveč mogoče. Ne, mal mi je creepy, ampak nič pol ni z tega. Ne veš, kaj je, nič se ne razvije, nič ni in posebej me pa razpizdi, ker on kar naenkrat preide iz tega, da je on racionalni, ne vem kaj, in oni dve in tega, da bo molo, kar nekaj, eksorcizem, to pa ni slaba ideja, dajmo to probati, Prebral sem eno knjigo. Ja, točno to. Prebral sem eno knjigo, pizda, založniki, paste kaj. Drugač pa a veš to, če gledamo v prvem filmu, veš to razvoj, propad, koliko si rekel, institucije odpoveduje eno za drugo. Najprej fizična medicina, bomo potem rekli, pol psihologija, pol ne vem, kdo in kaj še. Na koncu se ona zateče, ker nima druge in ker doben ne more rešiti in ker ne zna pojasniti. Zato, ker pač omara gre proti njej, ona vidi, kako se omara premakne proti njej in jo skoraj zasuje in si reče, pač pizda, mogoče pa je nekaj nadnaravnega. Tle pa fotor kar tako. 1, 2, 3, nadnaravno, kol, eksorcisti, pač hujo na kol, eksorciste. Ne vem, no pač preveč. Ne, se pravim, ravno zaradi tega, se mi zdi, da so videli original, pa so se vprašali pač najbolj osnovno vprašanje, o čem se gre ta film. Ja, to je kriza vere. Ok, let's check that one. Potem, kaj še imamo tu v rabi? Enostarševska družina? Check that one. Ampak tokrat oče. Ker smo napredni. Pa tam na poti. Ker smo napredni. Potem pa kao kriza župnika Vatikana vere, kao check that one. V redu, tak je v bistvu... Župnike v avto čaka. Pa moli. Tam je celo bila ok, ko on prije tako pa reče, the fight is inside, kao, da zbrihti se, dajmo se zresniti. In potem on umre. V najbolj klišejski stvari ever, ker tako, pa tudi potem tile odzveni, kao, did the power of Christ compel you, pa se smeji, pa zuzu nazaj in tako naprej. Mislim, malo je ta problem naše nostalgije, da so na to špilali. Potem problem zelo površnega branja, pa koncepta zastavljanja, mislim, branja originalnega filma, pa osnovnih konceptov, ki so jih povlekli z filma, originalnega filma, pa da ni bilo ne volje, ne želje narediti tiste teže pa širine, pa minutaže, ki si jo je vzel originalni film. Ker pač, če smo čisti iskreni, sodoben horor si redko vzame takšno minutažo, da te da v nek svet, da te preseli v ta nek določen realizem, kjer se potem zgodi groza. Zato, v bistvu, Midsommar, naprimer, je horor, zato ker si vzame takšen čas, si vzame za okolico, si vzame za te like, in potem na koncu zapade v to. Jordan Peele isto. Ja, isto. Which, mislim, ves ta povzdignjeni horor deluje zato, ker se malo povzdigne nad slasher, B-film, oskimi, plehkimi koncepti. No, gleda elitista. Ja. Zato pa jaz rečem povzdignjen. Ja. Pravim. Zdaj ste me lahko videli v rogu zihra, veš kaj? Če ko mi to govori, je absolutno vzvišen horor, ne povzdignjen, vzvišen. Ampak se veš, tako mislim. No, mislim ne, se absolutno, pač ta drama in to, da ti like spoznaš, da ti je mar za te like, ker ne v resnici za uno belko, sorry. Ker je res, ker je fokus je ves čas na Odomu in njegovih hčerki. In zakaj bi ti, mislim, una je zraven in šele na koncu, seveda, ko pride ta trik, ugotovi, zakaj sta dve. Ker ni bilo nobenega smisla takrat, zato ker smo uno kar pustili. Pa še nekako oki si rečeš, bojo naredili to foro, da jo izobražujejo doma, veš, da imajo to neko foro. Ne, niso šli niti v to, ker je pač v šoli v defaultu. Potem v bistvu daš dve grozni stvari v, mislim, grozni / nerodni stvari v cerkvi, ena je ona klasična, kao dekle z masnimi lasmi, ki gleda izpod čela zelo mrko in glasno. Ki jo vsi gledajo, tako 5 minut, kako počasi gre. Pa še ena scena prej, kjer pač bratec pa sestrica vidite, kako se samo zadovoljuje, v cerkvi seveda, ker pač očitno je to za te. Kje pa drugače? Ampak jaz na koncu, veš kaj sem celo imel feeling, ker sem šel pogledati producente, ker sem hotel preveriti, da se ne motim, pa hvala pa Zuzu, sem se. Ampak feeling sem imel, da je to organiziral ali produciral Daily Wire. Kot neka ta veliki krščanski zanos, a veš. Na konec konca, veš, ti si bi rekel za original, kao to je konzervativen film. Meni se ta film zdi
toliko bolj grozno večina hororja je. Če primerjam. Zdaj večina hororja je konzervativnega. Ja, mislim, stvar debata, ampak če samo ta dva primerjam, absolutno. je tale grozno maga konzervativen film, ki je slab. Razen tega, da pač da eno starševsko familijo z očetom temnopoltim. To je ono, ko se proba reči, ne, nisem. Ja, pa da ni samo katoliška religija. Ja, zraven neka karkoli, pa če neka Haiti. Ja, ampak to se mi napol zdi pa tudi kot ameriški multikulturalizem, ampak zelo tak woke washan. Seveda. A veš, je zelo plitek, je zelo beden. Ona temnopolta je v bistvu tam le zgolj zato, da ima ta magic realizem foro, kjer neko sopuho spravi skozi kamin ven. In to je to. To je vse, kaj ona naredi. Ja, dobesedno pride prižgat. Tukaj je že oktober in pač je treba prižgat kamin, ko inšpekcija dimnika. To je. V Škofji Loki imamo dimko, to še samo mogla bi reči 11 evrov. Pa pol še enkrat drugič prid pa koledar prodati. Ja, točno. Njen koledar bi pa kupil. Ampak ne, točno to. Absolutno tu se strinjam. Čeprav meni je bila pač zanimiva ta ideja, Haiti, a veš, pride tja in oni naredijo nek urok in seveda ta otrok pol preživi zaradi tega, ker ga varuje neka stvar. Očitno ga ni dovolj varovala, da ga ne bi pa Zuzu obsedel, ampak glej, pomagala pa je, da je on spregledal trik hudiča, ki je hotel od tebe ta egoizem in potem te zajeba. Mislim, škoda se mi zdi, da v bistvu nastaviš vse te neke, rečemo, malo bolj eksotične, za Exorcist franšizo eksotične elemente, ampak se jih pol ne lotiš, pustiš, pa zapade zopet nazaj na original, v isto lebdenje, isto čebranje, isto body horror trpljenje, bistveno preveč minutaže, temu tudi daš, pa po vrhu kao je ta katoliška nota, zopet tako močno prisotna, kljub temu, da si pač dal nastavke, da bi lahko bilo dosti več. Lahko bi bil suburban horror, krik med sosedi, kriza identitete ali pa vere. Ampak z vsem tako hitro odpraviš, samo zato, da imaš dovolj minutaže se ukvarjati z bogim dekletom, ki je iznakazano. To se mi zdi škoda. Ker če bi bil malo bolj precizen, malo bolj kirurški ali pa bolj jasen v tem, kaj želijo sporočiti, mislim, da bi lahko bil dober film, ampak žal ne. Ja, ker jaz sem v začetku mislil, da bojo malo poskušali tudi na to foro, da zato ker je bela deklica pogrešana zraven, da zato jo iščejo. Če bi bila samo temnopolta, bi bili, zikar je pobegla od doma, ker si pač ti slab fotor in neke te stvari. Kar je pač ameriška realnost. Ok, mogoče eno vprašanje izven malo tega, ampak jaz mislim, da smo po drugem filmu tudi dosti povedali. Zakaj je horor, grozljivka, še posebej nagnjena k franšizaciji, k nadaljevanjem? Meni se tukaj zdi, da recimo v prvem filmu, ko ga pogledaš, ko je konc filma, a si kdo reče, jaz bi to gledal nadaljevanje. Ja, ampak mislim, je dovolj denarja zaslužil, a si obligali blond, rekel, me zanima, če bo še vedno blond in kaj bo s kužkom. Ne, rekel sem si, kaj pa pravo. Ne, ampak se mi vseeno zdi, da grozljivke so pa res nagnjene k temu, da kao zlo nikoli ne umre in se vedno vrača. Ker recimo nimaš, ne vem, neštetih nadaljevanj, pa recimo French Connection, recimo, ne? Okay. Zdaj, on je posnel še dvojko, ampak nimaš pol tako, da je tretji režiser za trojko, pa štirko, pa petko, pa ne vem kaj. Pri Krimiču recimo nimaš to tako pogosto, pa čeprav imaš detektiva, ki bi lahko nastopil v naslednjem, ali pa recimo valjda tudi a imaš Forrest Gump 2. Hvala Bogu, ne, ampak ne vem, se mi zdi, da grozljivke pa prav rojevajo, se mi zdi, ker zaradi tega, ker vedno v pravi dobri grozljivki se mi zdi, da zelo ni čist poraženo. Če tudi je včasih, se zgodi, ampak se mi zdi, da vedno imamo ta občutek, da ne more biti zelo nikoli poraženo. Jaz mislim, da to izhaja nekako iz tega naše cinične, ali pa ideje do sveta, da zelo res ni nikoli poražen. Ker se mi zdi, da recimo, kar je edino dobro v temle, v prequelih oziroma prednadaljevanjih obeh, je recimo, da Stellan Skarsgård ima neko spomin, kako so pač naciji, on je bil pač med drugo svetovno vojno in tako, na Nizozemskem in tam naciji mu rečejo, da bojo postreljali zaradi tega, ker nekega Nemca najde mrtvega, postreljali bojo za celo vas ljudi, če ne bo on pokazal na 10 ljudi, ki jih bo on rekel, katerih 10 postreljajo, potem jih bo 10, če ne bojo pa vse. In on na koncu pač kaže in se počuti,
absolutno krivega in vse čas, ko je tam, on ni duhovnik, ne? On je pač kao izstopil ven in nazaj pride šele, ko mora zadnjice spopad z zlom in ne vem kaj. Zato, ker on verjame, da je zlo smo ljudje, da zlo ni neki, kar te obsede in so demoni, ampak smo zelo ljudje, ki delamo. Nacisti. Ja, ampak se mi zdi, da grozljivka prinaša vedno to neko sporočilo, ki je res mal konzervativno, če se navežem na te, Igor. Namreč, da je zelo nekaj zunanjega, kar pride od zunaj, je morilc, ki nas pobija, je demon, ki pride v nas, so alieni, so ne vem kaj, ampak vedno je nek tujek v naši popolni, lepi družbi, ki ga pa nikoli ne moramo premagati, vedno pride nazaj. Zato, ker je seveda na skrivaj mi vemo, da to ni tujek, ampak smo to mi, ne? Ja. Čakaj, kako se že reče? Če mi to zamislimo. Ne, kako se že reče tele neki posebni krščanski šoli ali filozofiji, no, zdaj pa... Hegel? Ja, ja. Gre se za to, da v bistvu ti ne moreš biti dober človek, pa po enem učeniku je ime te filozofije, pa krščanska, no, še enkrat podanem, pa na I, vem, da se začne. Okay. Ampak fora je, da v bistvu ta filozofija pravi takole, da če ti ne daš vsega trpljenja skozi kot Job ali pa Abraham ali kakorkoli, če nisi postavljen v določeno točko trpljenja ali fizičnega, duhovnega, ti ne moreš biti niti dober kristjan, ti sploh ne moreš biti kristjan, zato ker kao ti se moraš aktivno, prosto, poprešerno, po tvoji lastni volji odločiti za dobro. Ne? In v tej logiki se mi zdi, da horor zelo predvsem krščanski, horor vredo funkcionira. Ti imaš te, rečemo, pritiske od zunaj, kot si ti sam rekel, na to, da se ti moraš potem odločiti za molitev, za eksorcizem, za višje dobro, za žrtvovanje, etc. V tej logiki se mi zdi, da v bistvu v tej luči se mi zdi, da bi znalo se da to bratno. Še en faktor je, in sicer pri filmih, kot je Poltergeist pa Nočna mora v ulici Brestov, recimo, je razlog, da je zlo izvira iz zločinov preteklosti, ki so jih naredili naši predniki. Oni niso prekopali trupel, kar for some reason je glavni problem. Starši so ubili Fredija, ki se zdaj maščuje. Vedno so neke stvari, ki iz grehi prejšnje generacije. Kar pa zdaj mislim, da če se samo, če rečemo zdaj, da je tu ameriška scena, gre tukaj za manifest destiny, oni so izvedli genocid, basically, in o tem še danes ne govorijo, da je nekaj slabega. Da ne govorimo o celem suženstvu in vsem skupaj. Ja. To je en kup ene travme, ki pride zadaj. Če govorimo o Evropi, pa en kolonializem, ki bi ga lahko omenili, ki so travme, ki pridejo od zadaj. So tudi ne nazadnje povojni poboji in medvojni poboji, če govorimo za naciste in ostale. In mislim, da so te travme, ki vedno znova privrejo na dan in ki jih ne znamo vredo sprocesirati. Mislim, če bi jih znali, a bi še vedno imeli Janšo kjerkoli v politični sceni. Obvisli, da ne. In mislim, da je tu en problem, da se zato potem vedno znova vrnejo, ker ne verjamemo, ne znamo verjeti, da smo predelali travme, da smo se lahko odkupili za grehe, ki so jih naredili naši predniki. Torej, katoliško spet. Ja, ne, v bistvu ne. Jaz sem glih kar hotel reči, torej ne verjamem že odpuščanjem. Seveda ne. Absolutno ne. Mislim. Torej ste videli čista woke puritanca. Mislim, če greš zdaj vprašati v Afriko, a so nam oprostili, a misliš, da bojo rekli ja? Ja, jaz mislim, da ne, ampak če se splača prositi za odpuščanje in tako dalje. V Afriki. Okay, zelo ciljno. No, ampak ne, da še odgovorim mogoče na malo bolj kapitalno, socialno, realistično. Jaz mislim, da horror franšize rade ponavljajo svoje teme pa imena ali pa brande. Je ravno zaradi mogoče 50-ih. Horror žanr se v bistvu
predvsej boril kot B-film, da je prišel v ospredje in v bistvu ta brand recognition, ime in tako naprej, je služil vedno kot vstopka za še eno vstopko. In to je del tega. Jaz mislim, da to horror tudi je zaslužen za Marvel in tako naprej, za ta veliki kozmos, kjer se pač imena pa koncepti lahko svobodno selijo iz enega filma v drugega, ravno zaradi free flowa, kapitala, pa da lahko v bistvu kao folk prepozna en horror ali pa eno grozljivko. Meni je glih to zanimivo, ker točno to, kar praviš, mi kar recimo mi dostkrat ni všeč pri horrorju, ker gledaš, ne vem, tretji del in so tako, režiser se reče, pa se vejo, kdo je tam morilc, vejo, kva se dogaja, zakaj bi sploh atmosfero gradil pa karkoli, nekaj začne klad. Samo mi to uniči film, ne? Ja, ampak uničiti film ravno zaradi tega, ker kapital bere, kravatari sem reči izrazil, ne ravno kapital, da bo mogoče malo bolj jasno ali pa plastično, ne? Ker tudi na Friedkina, mislim, kravatari imajo radi neke preproste zadeve, tako kot se gre za v tem YouTube kanalu, kot ga vidva rada gledate, ono, kak je že, ko prodaja. Pitch meeting, to je to. Nekdo je na tem pitch meetingu je videl kao film Friedkina, ne, pa je rekel kao, ok, Exorcist, kaj pa se gre, to pa to, kao, to moramo narediti še enega, ker pač deklica lebdi, bruha, whatever, to je grozno, to moramo prodati še enkrat naprej. Ampak režiserji sami se pa redko potem obadajo, ali pa karvatari se redko obadajo s tem, zakaj dejansko je bil ta prvi film dober. Absolutno, nikakor ne. Ne, jaz v bistvu sem ravno za Radio Slovenija, da gremo v kino, napisal članek o teh grozljivkah, vključno z Exorcistom. In sem izpostavil, da tele režiserje, ki so te filme naredili, torej tudi Žago, ta zadnjo, tudi Five Nights at Freddy's in še eden je bil, da niso avtorji, ampak so IP menedžerji. Ja, itak. In tu je to, v bistvu si našteje, zakaj ta IP deluje, to mora biti v novem filmu, je to vključeno, je v redu, snemaj. Ja, v bistvu, to je velik, meni se zdi to velik problem, ne? Da rečemo temu mid-budget film izginja in je izginil, tehnično gledano, in da se v bistvu bolj ali manj ukvarjamo samo še z visoko budget filmov, to je nad 150 milijonov, ali pa low budget, kar pa je horror, ampak zato, da v bistvu nekako uspe, rabi potem neke bližnjice ali pa prijeme, heke, kakorkoli, ne, ampak a veš, tudi na Friedkina so pritiskali producenti, kao da je postavi na mesto v Georgetown, pa Blight, ne, se sta bila partnera, na mesto v Georgetown v Salem, ker se, veš, Salem, v čarovnice, to je spooky, pa tak naprej. Ampak ne, ona dva sta ravno vztrajala na Georgetownu, zaradi tega, kar sem jaz prej omenil. To mora biti urbano, vsak dan je naselje, zato da je še večja groza, ne. Ampak, veš, zato, da držiš svojo linijo, moraš biti pa do neke mere avtor. Moraš biti pa umetnik, ne samo menedžer IP-ja, moraš dejansko vedeti, da kaj hočeš povedati, da imaš neki message, ne. Lahko ti whatever uporabljaš od IP-ja, ne. Se v bistvu to smo videli že par primerov, ne, da lahko uporabiš neko predobstoječo franšizo, pa potem nekaj novega poveš s tem. Ampak zato pa moraš biti malo človek, no, malo umetnika, no. Zdaj, če si pa sam, veš, malo neki Res je. S tem, da vseeno do neke mere trenutno spet živimo v eni zlati dobi grozljivke, v resnici mogoče ne toliko po kvaliteti, čeprav imamo ta, kot smo že rekli, privzdignjeno grozljivko. Je pa res, da je letos eno spet posebno leto, ker pač zaradi stavke scenaristov, zaradi stavke igralcev se dosti velikih filmov umaknilo z letošnjega programa in so dobili prostor filmi. Jaz recimo mislim, da Five Nights at Freddy's, ki je zdaj v kinu, vprašanje, če bi prišel, če bi bil Dune, pa še kakšen drugi film. Ker je ta igra tako popularna, da je ta film trenutno najbolj gledan, bolj kot Troli. Ja, kar mi je res zanimivo, ker kritike, ki pa pridejo ven, so pa katastrofalne. Jaz sem ta film je imel razprodane vse projekcije na prvi dan, jaz sem šel gledati četrtek in strume najstnikov ven hodile. Jaz se ga moram iti pogledati. Ja. Ali pa ne, veš? Ne. So stvari, ki jih lahko počneš s svojim časom, ki ne vključujejo tega, da greš tak slabe filme gledati. Recimo? Ok, pustimo to debato za kaj smo gledali in brali in vse to naprej.
No, jaz mislim, da smo povedali o obeh filmih vse. Ja. Absolutno, jaz mislim, da je prvi klasika in da je to nekaj, kar vsak, ki mora ne samo žanr, ne samo grozljivko, ampak tudi film nasploh mora videti. Ja, mislim, z namenom, ni brez veze 10 nominacij za Oscarje. Tako, je tam, so Absolutno. tam. Jaz bi še dodal, da zraven k temu prvemu filmu priporočam branje knjigo A Head Full of Ghosts od Paula Trembleya, ki je sodobna knjiga in na zelo dober način obrne te trope, ki je v bistvu glavna junakinja, je pač ženska srednjih let, ki piše blog o hororju, pač dosta akademsko se trudi delati, in je bila kot otrok, je imela sestro, za katero je bilo mnenje, da je obsedel demon. In to je bilo v 90-ih, tako da so imeli reality TV, so snemali o njihovi familiji, kjer se poskuša izvajati eksorcizem. In ona se zdaj spominja in to razlaga neki novinarki, kaj se je zgodilo, vmes pa so še njeni eseji iz tega njenega bloga o hororju, med drugim o filmu Eksorcist, med drugim o tem, kako izpade ta serija, v kateri je bila ona kot otrok analitično gledano. V glavnem, zelo clever, prepleten narativ in zelo, bom rekel, kar disturbing storija, ki si v bistvu cel cajt želiš, da bi bila posredi pač demonska obsedenost, ker nasprotno, če je ni, je toliko hujšna. Pač zgodba potem je pač posredi mentalna bolezen, ne? Ampak ali je, ne? Knjiga je zelo, zelo dobro zgrajena, moram reči, da to je en boljših hororjev, kar sem jih bral v mnogo letih, tako dost klasičen, ampak res učinkovit. Paul Tremblay, Head Full of Ghosts. Bomo dali v zapiske. Drugače, jaz bi rekel, mogoče za konec je vseeno fajn seveda povedati, da katoliška cerkev je dostkrat seveda izvajala eksorcizem nad ubogimi ljudmi, ki so imeli velike duševne težave, da to ni nekaj, kar bi bilo fajn ali pa dober. Tudi tale resničen primer, po katerem je pač skratka nastala knjiga in potem zdaj vse tole. Seveda mnogi sumijo, da je imel ta fant, ker tam je šlo za nekega najstnika, pač resnične in tudi dolgo večkrat izkazane pač duševne težave in da to pač nekaj, če se vam zdi, da ima kdo je obseden z demonom, mogoče probajte iti najprej poiskati kakšno duševno pomoč, pa ne v psihiatrično kliniko Ljubljana, ker tam... Ali pa probajte podcast v začetku. Ali pa to. Pa če smo pri eksorcistih, letos je tudi bil papežev eksorcist. Tako. Zdaj ne vem, če ste gledali tisti film, si pa gledal, sem kar spoilal, zdaj vama, tako da daj, spoiler. Ima eno krasno sceno in to je Russell Crowe, ki se vozi na Vespi z vso svojo obsežnostjo, veličino. Ampak, kar zaključi ta film je, da pač tukaj on najprej vidi en kup ljudi, ki se pretvarjajo, da so obsedeni hudiča, ker so gledali Eksorcista, ki je glih bil hot film takrat. Se mi je zdelo cool, da se pretvarjajo. Pol pa kasneje, ali pa pač imajo neke mental issues, vse vredno. No, ampak pol na koncu gre v Španijo z tem svojo Vespo in tam je shit gets real in je dejansko demon in on se bori proti njemu in ugotovi, pazi ta cinizem, ugotovi, da je to en demon, ki je obsedel nekega duhovnika že 1000 ali koliko let nazaj. In ta duhovnik, ki ga je ta isti demon obsedel takrat, je začel inkvizicijo. Tako da, cela inkvizicija, Catholic Church, nima nič s tem. We're not blaming, A demon did it. A je pol tudi začel pedofilijo? Čakaj na nadaljevanje. Skratka, Mito, a imamo kaj v Star Treku? Seveda, da imamo. Seveda, da imamo, absolutno imamo. Čisto vsaka Star Trek serija ima zgodbo o obsedenosti. Ali je to neka, ne vem, alien entiteta, ali je pa to nek sci-fi fora. Skratka, alien entiteta je sci-fi. Ja, ne, lahko je z čisto religijskih for.
Ampak tukaj najbliže temu se mi zdi epizoda Deep Space Nine, The Assignment, 5. sezona, 5. del, če se prav spomnim, kjer Keiko, žena od Milesa O'Briena, pride iz neke naloge na Badgeru in mu takoj pove, no, moj news, dragi, ne, zdaj, ko si se tist les kašlo, je pa, da jaz nisem tvoja Keiko, jaz sem v bistvu nekdo drug. Jaz sem ta pa, ne pove kdo pa kaj, ampak jaz želim, da zame narediš določene stvari, če ne bom naredila točno tole in začne neki totalen body horror, jo zvija na možganska kap, whatever, Miles se prestraši v nulo in pol se ona takoj zbudi, predno on kliče Bashirja na pomoč in mu reče, no vidiš, to lahko jaz počnem, jaz sem demonček. Skratka, na koncu se izkaže, da je ona obsedena z par Wraith demonom, kar so hudički od profetov, ne, ki živijo v tegle črvini notera, in želi uničiti črvino, da bi v bistvu vsi tile profeti kakorkoli umrli. Na koncu se pač Miles strezni, zbrihta s pomočjo Roma, brata od od drugega Ferengija, skratka zmagata in Keiko se povrne nazaj v prvotno stanje in to je to. Ta je v bistvu res najbliže, da je nekdo obseden z demonsko oblastjo, entiteto, kakorkoli bomo temu rekli, s tem, da pač v Star Treku so to resnične zadeve, veš. Drugače sta novim eksorcistom, ne? Pa imaš pač cel DS9, kjer je single father. Ne? Aha. Ja, tudi to je. Tako da, mislim, ta epizoda je kar... Pa še glede obsedenosti, ne? Ravno sem pogledal pred kratkim ta del Strange New Worlds, ki je crossover z animiranim, kjer pač imaš tipa, ki je obseden z Spokom. Ja. To je. Ja, drugače imaš v to negavno conspiracy, ko imajo neke parazite v sebi, trili so tudi tako zelo zanimiva, mislim, ni obsedenost, ampak je dobesedno parazit, pa seveda borgi. Ne, še več imaš tega, imaš naprimer ono epizodo, kjer so obsedeni v TNG v Trojem, O'Brien zopet, pa Data z nekimi duhi na enem planetu, ki se vam naselili in potem terorizirajo celo ladjo, na kar jih rešijo jih potem z nekim elektrošokom. To vedno pomaga. Potem imaš v Enterpriseu, ko se oni inštalirajo na neko popravljalno postajo, kjer jih kao alieni / researcheri kao celo posadko bolj ali manj obsedajo. V Voyagerju imaš, skratka, čisto vsaka ima neki z to logiko. Še najbolj pa iz tega religijskega slashka, to fora ima pa DS9. Ok, super. Kaj? To imaš pa, naprimer, sem gledal, imaš The Enemy Within, kjer Kirk, samo je bolj doppelganger fora je, ne? To imaš pa še, mislim, da ima Spock neko foro, pa McCoy bi lahko dal noter tukaj v All That Yes, All Those Yes. Malo sem pozabil naslov. Skratka, tudi imaš 2-3 epizode. No? Ker na Redditu sem šel prav opisati, Possession, Star Trek, koncept, tako naprej, in v bistvu so 20 ali pa 30 epizod. Bomo dodali še tole, zraven ta link za vse te obsedenosti v Star Treku. Obsedenci z konceptom obsedenosti. Super. Zdaj smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilno, poslušamo, a smo uspeli kaj pogledati, poslušati od prejšnje epizode? Igorja prehitev, ne. Zaključil sem sicer The Follow-House. Tudi. Ok. Nice. Bomo to delali mogoče naslednjič? Mogoče. Ne vem še, mislim, meni je zelo, pogledaj najprej pa bomo se zmenili, ampak meni je fina zadeva. No? Mislim, zelo, če si malo pol fana, absolutno sem. Je tingli. I get that reference. Bledolični, brkati moški, what's not to like? Ne, pa se niti ni toliko, da bi skrivali reference, kot je pač kako dobro je zapakirano
zapakirana ali poezija ali pa referenca v nek normalen, v zelo Bunny Rabbits, narekovaj. Mislim, Flanagana smo skoraj naredili vse njegove prejšnje serije. Da ne bi tebi bilo že čudno. Blasfemično. Igor, si ti slučajno kaj pogledal? Tudi to sem pogledal do konca, pa Poker Face gledam, ne vem, če sem že omenil. Si omenil, ja. It's awesome. Ful mi pa še, da ena epizoda na teden, res kul. Poker Face. Pogledal sem animiran film Nimona, ki je taka zelo weird, otroška zadeva. Basically, kaj je weird, je, da štarta z eno legendo, kao nekoč pred davnimi časi je bila ena pošast terorizirala to naše popolno mestece, vas, in potem je prišla Godora ali kakorkoli in je izgnala to pošast. In zdaj, ne, tisoče let kasneje, imamo high-tech državo, kjer imamo še vedno viteze in celo feudalizem. In zdaj bomo novo generacijo vitezov sprejeli in potem pač eden od vitezov ni bil pač iz plemiške družine, ampak je kraljica rekla, ok, ti mali fant si pa cool, pa lahko se treniraš za viteza in zdaj bo postal vitez in potem njemu nekdo zamenja meč, ko bi ga naj kraljica povzdignila. In kraljico ubije tisti meč, na kar njega osumijo, da je morilec. Glej. Okay. In potem se pojavi glavna... To je risanka za otroke? To je risanka za otroke. In potem se pojavi glavna junakinja, tu smo. Je ena mala deklica, ki je shapeshifter in ona reče, jaz bom njegov sidekick, ki bom delala štalo, ker je vse skup metal. In je res cool in odpičena, Chloe Grace Moretz ji posodi glas, temu vitezu je pa Riz Ahmed, tako da kar kul. In potem delata štalo, da bi oprala njegovo ime in ugotovila, kje je zarota, ker pač the authority wants to bring everyone down, there is no monster, sej pač. Ampak, glej, luštno je narejeno, pa predvsem tale Nimona ima totalno energijo, ful je fun. In tale world building je res what? To je na Netflixu, ne? Ja, na Netflixu. It comes with the subscription, yes. In ona ni Mona. Si bil na Primorskem zadnji času, kaj ja? Super, še kaj, Igor? Berem dalje Dark Forest, pa ne, nič druge. Jaz sem pogledal 3. sezono Picarda, skratka zaključil sem Picarda in je kar težka pri nostalgiji, tako kar nostalgijo direkt vžile, tako da sem ene parkrat kar doživljal elevated stanja, ampak tako ni mi bilo toliko slabo, se mi zdi, da najslabša mi je bila res 2. sezona, ampak mislim, da je to res bolj osebno, ker ne maram res teh mirror epizod in ne maram tega potovanja v času. Zato se mi zdi tako boring, ker na koncu vse pač vrnemo v prejšnje stanje in se tako, give the fuck then. Ti vemo, da bo reset. Ja. In ni mi kaj dost mar za tega Little Picarda, no, jaz res Little Picard ne rabi svoje serije, prosim, ni treba tega delati. Posebej pa nekaj se Q na koncu pojavi in kar začne neki, tvoje sojenje se pa zdaj začne, oziroma preizkušnja. V obeh pomenih je ta trial v angleščini. Ampak drugače pa sama serija mi je bila pa zanimiva z tega vidika, koliko se Star Trek posodobo, ko vidiš Casha noter, ko vidiš lepote enih prizorov tega vesolja, ki laufa iz sem in tja vesoljskih bit, to je res na hudem produkcijskem nivoju, tako da se veselim, no, pa zanima me, kako bo zdaj šlo dalje, ne? Ker se bom lotil seveda tega, no? Discovery, ja. Ja, produkcijsko je tam. Produkcijsko. Kako zelo vešče je to rekel. Prvi Picard je produkcijsko slabši. Ja, malo, ja, ampak tudi, da bomo za celega sejat lele, ampak ne, Discovery je meni čisto legit potem nadaljevanje tega, čeprav bi
se preseki malo za Bom. Definitivno bom. treznitev, kao za Lower Decks. Ja, definitivno bom gledal še ene par risanj, kaj bom Lower Decks, pa Uno tudi kaj. Strange New Worlds tudi, to lahko vse zagledam. Tako da bom zdaj nekaj bom mal kombiniral, sem se Strange New odločil. Worlds je basically spin-off druge sezone Discovery. Ja, tako da Discovery najprej. Ja. Ok, se pravi, 2 sezoni Discovery, pa pol. Lower Decks pa potem na eni točki naredi, ampak mislim, da v Lower Decks ni tega, da so naredili na Discovery, na Strange New Worlds. Ja, v 4. sezoni 3. epizoda je bilo kao, se to je bilo pa tako, kot je bilo, ne vem, tam, ampak to je 4. sezona, nič te ne skrbi. Ja. Bom probal tole vse nekako sproti gledati, pa bom pač videl, kaj se bo dogajalo. Bom poročal. Jaz sem pozabil gledal, kot sem že prej omenil, gledal sem Five Nights at Freddy's, to moram povedati. To je risanka, mislim, igrca je, dobesedno igrca, v kateri si ti nočni čuvaj v pizzeriji, ki ima za zabavo za otroke animatronične živali. In potem te animatronične živali hodijo naokrog in ti moraš paziti tam, da se nič ne zgodi, ampak potem te postanejo morilske, preko slej pa te probajo beg spraviti. Preko slej. It's just, you know. Okay. Tekom igr se pol izkaže, da so to duhi otrok, ki so bili ubiti in not absorbirani. Glej, igrce tudi grejo v preveč kompleksne zgodbe, ampak they got nothing on this movie, ne? V tem filmu, ne, poleg tega, da pač je čuvaj, ki je tu not v creepy placu, ne, so dodali, da ta čuvaj rabi imeti cel backstory. In ta backstory je, pazi, ko je bil mali, so mu ugrabili bratca, starša sta kasneje zatraumirala in oba umrla, bolj ali manj tragično, najprej pač basically suicide, I guess. Njemu je posledično ostala sestrca mladoletna, za katero mora zdaj skrbeti, pol ima pa še evil teto, ki hoče tole sestrco sama prevzeti, zato da bi dobivala denar od socialne. Pol pa še niste še sploh zvedeli za policajko, ki randomly hodi naokrog in je v bistvu povezana s to pizzerijo, ne zato, ker samo je tu odraščala, ampak se izkaže, ker je njen foter lastnik bil, ker njen foter, ki zdaj dela, da te agencije za posredovanje dela, ki mu je zrihtal ta job, da on dela kot čuvaj, ker je pa v bistvu bivši lastnik te pizzerije in morilec, ki je ne zgolj ubil tiste otroke, v katerih sanjaš, ko si tam in ki jim bodijo te animatronične živali, ampak je ugrabil že njegovega brata. In pol se obleče. Kratka, rabim ne samo VIP sedeže, ne samo kokice in Pepsi brez cukra, ampak še nek sladoled, bombone. To je po 2 uri vse. Načo se, Jezus. 1:50, vse to odstlačijo. Sjajno. Ljudje in ljudine. Jaz vem, da ne boste verjeli, ampak povem vam, to je bila že naša 170. epizoda. Jezus Kristus vas preganjal. 170. 7. specialka za noč čarovnic. 7. specialka. Ok, pa Zuzo, daj mir. Poslušali ste podcast, ki se oglaša imel Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatu. Z vami smo bili Igor, nuklearna družina Harp, Mito, kriza in beda institucij Gegič in Aljoša, katoliški maščevalci Harlamov. Tole epizodo smo posneli pri meni doma v Šiški, zato se zahvaljujem svojim sosedom za zvočne učinke. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatu z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če se vam bo slučajno zdelo, da imate v sebi demona, ne vas pomirim, res je. Že od prve epizode našega podcasta preko subliminalnih sporočil redno odpiramo vaše nezavedno za reklamiranje Lucky Strike cigaret in vstop satana, kar je včasih pravzaprav težko ločiti. Vsakič, ko poslušate novo epizodo podcasta, ste bolj naši in je vaša duša v nižjem krogu pekla in bolj si želite prižgati kakšen cigaret. In ko jih boste poslušali dovolj, ko boste dosegli tisto magično številko, ne povem vam, katera to je, boste doživeli nepričakovan, nenaden in močan orgazem. Podcast Obot. Podcast Obot. Med poslušanjem kričite, a vsi vemo, da uživate.
Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skujemo, Obod brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, ki lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, molitve za odrešenje vaše duše, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. To je bila že 170. epizoda. 70. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone, če ne bo spet kakšnih presenečenj, je na vrsti 14. novembra in govorili bomo o, pustite se presenetiti, morda padcu hiše Ašer, morda tudi ne, pustite se presenetiti z nami vred. Se poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost, pa Zuzu, prosim, javi se. Ja. Ja, pa sem ja, to imaš, to je vse, kar imaš na noč. No, mi ti še nisi naredil creepy voice, da slišimo še tebe. Čak, ne. Ok, pa Zuzu, dej. The power of both compels you. A vrejo, a to vrejo. To je to. To.